Bolj bi rekel, da v mladinskem pogonu bolj učitelj, zdaj mi moramo poskrbeti, da ta svečka ne ugasne. Tam, kjer on razmišlja, da se v njega veliko vlaga, za te sredine se odloča. Zdaj normalno, jaz jih kličem game changeri, Josip Iličić je tudi hodil in tekel po nogometni zelenici v Izoli, ker je igral takrat za Bonifiko. V drugi slovenski ligi pa je potem prišel do Andrej Kotnik, je igral v tretji slovenski ligi. Mladinski nogomet je še vedno razvojen, še vedno se pri fantih išče in se odpravlja pomanjkljivosti. Razumeš, jaz sem no-name trener, razumeš? Ti delaš mene budalo, če me prepričuješ v to, jaz bom bil budala na koncu, če ti ne boš igral. In moč trenerja je moč njegovih sodelavcev. In jaz sem imel v Sežani to srečo, da sem imel dobro sodelavce. Mi uporabljamo eno platformo, ki je meni zelo priročna in zelo uspešna, XPS. Če iz naravne trave moramo na umetno travo, naredimo preventiva za tetivni aparat, za nova vaja, nova razlaga, zguba časa. Ne prevajati, kaj je on povedal. Kaj je on mislil in kako se je on počutil. On trenerja ima lahko veliko, ampak očeta samo enega. Pozdravljeni nazaj v novi oddaji iz centra v gol, podcasta, kjer je nogomet veliko več kot le zmaga ali poraz. Upamo, da uživate v naših oddajah in če je tako, prosim, stisnite like, sledite nas na vseh možnih platformah, od Facebooka, Instagrama ali pa na YouTubeu, kjer je naš videokanal. Če želite biti obveščeni o novih oddajah, o drugih vsebinah, ki jih pripravljamo v podcastu, se naročite na eNovice. Link je dodan v opisu. Preden gremo v oddajo, naj vas še povabim, da si ogledate spletno stran Star Sox, naš sponzor, ki nam pomaga, da je oddaja boljša. Našli boste najboljše protizdrsne nogavice in v opisu boste našli tudi kupon za popust. Pripravljeni smo za novo oddajo, pa gremo v oddajo. Evo, nova oddaja, v 4. sezoni smo že, tako da veš, kako ide. Spremljam. Gre hitro. Lepo zdrav, Igor Bažič. Smo v Kopru, smo takoj po tvojem treningu, tako da trening bil v redu. Ja, super. Trening smo delali sicer z manjšim štilom fantom, ampak v redu, zdaj smo že v zaključnem delu priprav, tako da je že intenzivnost na nekem zadovoljivem nivoju in danes so bili fanti kar dovzetni do dela. Lepo vreme smo imeli, tako da... Vi začnete čez en teden? Ja, 24. 24 je že prvi krok, ja, mi začnemo malo kasneje. Ok, rekla sma na začetku, bi te res vprašal prvo tako, ne, jaz te dosti dolgo poznam, sma tudi stala ena sprot drugega, ene parkrat, ne, je bilo zabavno in zanimivo, skregala se nisma, ne. Ampak, če se ne motim, si bil kar obakrat uspešni. To je bolj pomembno, ne. Daj mi reči, kot trener, vem, kako deluješ, ampak vseeno, iz katere perspektive ti gledaš, da bi morala biti ali pa je zate trenerska vloga, da lahko počneš to, kar počneš? Prvo bi želel na fante prenesti neko strast, neko željo do tega nogometa, zato da pač normalno za nekim vzorom do tega, da se stvari dela dosledno, da je to na nek način res neka ljubezen do tega. Po drugi strani pa vloga trenerja, neka mešanica po moje učitelja, ker veliko vsebin bi oni mogli spoznati, veliko me žene k temu, da jih učimo, da smo učitelji, in v drugim stvar pa te sposobnosti oziroma njihov kondicijsko pripravo pa neke mentalne stvari. Tako da bolj bi rekel, da v mladinskem pogonu bolj učitelj v nekem članskem, teh malih izkušenj, ker sem imel članskem, pa na nek način nek strateg, da bi pač prišel do čim bolj ugodnega oziroma čim bolj uspešen rezultatsko. Koliko je pa tebi ta odgovornost do tega, da imaš res zelo velik vpliv na igralce? Jaz pač delujem tudi kot učitelj v šoli, ne, pa se dostikrat pogovarjamo o tem, da jaz v šoli imam, ne vem, učence 2 ure na teden, še tistih 45 minut, vemo, da še poskušajo neki ukrast, pa neki malo kasneje pridejo v dvorano, tu vemo, vsak dan je trening, pol uro pa pol, včasih tudi več,
ko so tekme, sploh ko se vozimo kam, smo zelo dolg časa skupaj in je naš vpliv res dost velik. Kako čutiš tudi to odgovornost do tega, kaj ti delaš z mladim igralcem? To, kar se ponavadi z kolegi pogovarjamo, to, kar želim prenesti na kolege, je, da nogomet te lahko pripelje, da delaš v različnih situacijah. Jaz sem že bil v klubih, ki rečem za slovenski prostor, so kar organizirani, tudi do klubov, ki mogoče ne ponujajo take organizacije kot nogometni klub Koper ali pa kakšen drugi. Zato je zelo pomembno, da ne glede na to, če smo se odločili, da bomo nekaj delali, da poskrbimo za to, da jaz temu pravim, ne upihnemo svečke. No. En fant, ki se upiše v nogomet, se upiše za željo po temu, da bo postal nogometaš. Jaz temu rečem, da prižge svečko in zdaj mi moramo poskrbeti, da ta svečka ne ugasne. Dela iz tega vidika, da veš, da on vlaga vse v to in ti dokler veš, da lahko, če pa vidiš, da ne moreš, da nisi dovolj motiviran, da ti pogoji niso dobri, da karkoli je boljše, da se domakneš. Tako da, daj ne bi upihnili te svečke, ki jo te fanti prižgejo s tem, ko se upišejo v nogometni klub, katerikoli pač v Sloveniji in širše. Koliko imaš ti problema, glede na to, da vseeno Koper je zelo tekmovalen klub, pričakuje se načeloma, da bo v nekje proti vrhu ali pa v vrhu vseh verjetno tekmovalnih sredinah, govorimo ali so to člani, ali so to mladinci, ali spodi, ne. Kar pač pomeni tudi na eni strani normalno, veliko bo selekcioniranja, veliko je, vsako sezono se verjetno zgodi, ko moraš nekomu reči, pač žal ne bo verjetno tudi dovolj prostora za tebe. Kako tega igralca ti prepričaš, da ostaja ali pa da ustraja v nogometu mogoče nekje drugje, ne? Mi se dostikrat pogovarjamo, da imamo, pač jaz vem, da sem imel tudi iste težave, da mi je igralec zaradi tega, ker ni igral več prve lige ali pa ker ni igral v tok razvojnem klubu, rečemo kot je Koper, ne, potem je pa rekel, pa ne bom več igral, ne. Zdaj, izkušen s tem, da bi fanti kar puščali in da ne bi več igrali, mogoče sem imel nekaj malega v Izoli, takrat sem deloval v drugi mladinski ligi, tako za nameček takrat za to ekipo je igral Andrej Kotnik, pa še ostali, ampak Andrej je potem naredil zavidljiva karijera, še danes igra v tujini. Tam sem se srečal s tem, da bi nekdo lahko šoli namenil več pozornosti oziroma ne videl več svoje prihodnosti. Normalno, ko delaš v prvoligaških klubih, sem imel srečo, da sem lahko več ali manj funkcioniral v prvoligaških klubih, se do tega ne srečuje. Normalno, da pa tam, kjer fant vidi svoj razvoj, svoj napredek, tam, kjer on razmišlja, da se v njega veliko vlaga, za te sredine se odloča. Zdaj normalno, jaz jih kličem game changeri, so v teh naših prostorih. Se bom spomnil Olimpije od gospoda Mandariča, da je veliko mladih fantov, tudi z Obale, tudi z Kopra, takrat kadrovala in jih pripeljala in nakazala tem fantom, da bi ona bila pripravljena veliko več vlagati v njih kot klubi, v katerih so bili konkretno Koper, bodi si s plačili, bodi si s pogodbami, bodi si z nekimi minutažami v članskem moštvu. Takrat fanta ti, če nimaš proti argumentov, ga ne moreš zadržati. Lahko smo mi trenerji za njih v njihovih očeh tudi odlični, ampak takrat je klub tisti, ki dela razliko. Danes mislim, da v slovenskem prostoru ni skrivnost, da je Celje game changer, tako pri članskem nogometu, kot tudi pri mladinskem. Veliko fantov tudi z Obale danes igra, nastopa v vrstah Celjanov. Oni imajo že svoje razloge, zakaj tako. Jaz imam svoje mnenje, jaz mislim, da to socialno okolje in to, da se fant prebija v nekem svojem prostoru, da ni tako majhna stvar, no, da je pomembno, normalno fant, ko pač s 15 leti zapusti, rečemo, rodni kraj in gre že 3 ure stran vožnje, veliko spremeni in zdaj, če to ne vpliva negativno, je potem to prava odločitev, če pa se tu fant ne znajde, ima potem tudi na igrišču težave. Kako imaš pa ti izkušnje s temi igravci, koliko naredijo potem, rečemo, kariero, glede na to, koliko se jih upeva? Ker mislim, jaz moram reči, da zdaj neki smo jih že teh gostili, ne, ko so imeli spone in pace, pa tudi neki teh, ko so ugotovili, da rečemo, je vseeno mamina kuhna, pa prijatelji, pa tako, da na koncu bi več odtehtal, kot pa mogoče, ne vem, neka dobra plača. Na drugi strani se je pa vseeno pokazalo, kar moram reči, da če je pa okolje dobro organizirano, tako kot je bil v nekih časih, rečemo, nogometni razred v Ljubljani, ko vem, da je bilo letno, potem so tudi prihajali ven zanimivi igralci, ne vem, kak je zdaj, zato sem rekel, ko vem, da je tudi zdaj bilo veliko sprememb v Ljubljani glede samega
kadra in tako naprej. Pač, da če je dobro organizirano, se lahko, ampak se mi zdi, da doskrat se nekdo odloča samo, da zapusti klub na osnovi tega, da reče, dobra plača je bila, dober finančni support, pa obljubili so mi, da bom igral. Ne? Vse ostalo, kak bo trenažen proces, kje bomo jedli, kje bomo spali, kdo bo skrbel za tega 16-17-letnika, se pa nekoliko malo pozablja. Ja, zdaj, da razmišljamo, da so to šoloobvezni otroci v veliki večini, čeprav danes se že to spreminja. Jaz se spomnim generacijo 98, s kateri smo bili takrat pokalni zmagovalci. Sem imel enega fanta, ki je starš prišel do mene in je rekel, da bo šolo delal po izpitih in da bo posvetil nogometu več časa. In to se mi je zdelo takrat. Wow. Starš se je to odločil. To bi, se mi zdi, 10-15 let nazaj to bilo nemogoče. Danes je teh fantov veliko več. Jaz mislim, da treniram tako v navednicah profesionalce, da danes v mladinski ekipi Kopra imam 7 fantov, ki bi lahko prišlo zjutraj na trening, ki bi lahko prišlo popoldne na trening, kadarkoli, oni samo se z nogometom ukvarjajo. In nogometni razred je prav to. Ta faktor, če bom rekel tako moteč, ne, da v času šolanja ne moreš opraviti 2 treningov ali pa več delati, zaradi tega, ker šola terja svoj čas, svoje obveznosti, je tu bil ključ do uspeha. Tu, da se je več treniralo. Jaz verjamem, da več, ko delaš, logično bi bilo, če je to podstrokovno delo, kar v nogometni razred sigurno je bilo, so te fantje več napredovali. Več treningov, normalno, več izkušenj. Zdaj pa, če nekdo zamenja sredino iz nogometnega kluba Koper, konkretno v nogometni klub Celje, v Mariboru, karkoli, kaj se bo spremenilo? Lahko, neka pogodba, nek finančni moment, sigurno boljši, okolje, več ali manj bo enako, težko verjamem, da bi, ne vem, v Celju bili boljši pogoji za delo, če govorimo vreme, igrišča, kot bi lahko bile v Kopru. Lahko verjamem tudi, da v Celje bi lahko imelo boljšega trenera, kot ga imajo v Kopru, ampak prav veliko se ne spremeni. Kaj pa se v našem pogledu spremeni? Spremeni se to, da ko pa fant zapusti svojo sredino in gre v eno drugo sredino, se pa pričakovanja znatno dvignejo. Zdaj, če je pri nas igral in bil eden od solidnih ali pa dobrih igralcev v naši sredini, tam se pričakuje, da bo najboljši. On sam od sebe pričakuje. In že da normalno igra, jemljemo mi v Sloveniji kot neuspeh. Je šel, ne vem, če smo že Celje omenili, je šel v Celje, kaj pa je naredil? Sam tu je meni ta moment tudi zelo zanimiv. Mi vsi vemo, da ko ti greš v večji, močnejši, boljši klub, ponavadi potrebuješ, že s tem, ko spremeniš okolje, potrebuješ nekaj časa za adaptacijo. Jaz ne vem, z Mertlom, ko smo govorila, ko prihajamo v Maribor, vsi so mu sicer pač so ga opozorili, da stopa v velike čevlje, ampak na drugi strani so mu dali nek čas za to, da se je adaptiral na novo okolje, na navijače in na tempo in na vse, da je potem lahko rečemo odigral nek nivo. Pač to je eden od primerov, ki jih zdaj naštevamo verjetno več. Meni je bolj zanimivo to, da ti kadeti, mladinci nimajo tega časa za adaptacijo. Že zaradi tega ker pol leta vemo, kaj pomeni kadetska mladinska liga, kar pomeni, moraš takole biti pripravljen, da igraš. Zdaj, mladinska liga normalno, ko zamenjaš sredino, se moraš malo privaditi na svoje igralce na te stvari, ampak ključ mladinskega pogona je to, da fanta čim boljše pripravimo na članski nogomet. Zdaj, napadalec, branilec. Napadalec bo lahko, po moje mnenje, lahko dobival kakšno minuto v članskem nogometu prej kot branilec. Branilec, ko bo začel dobivati minute, jih bo dobival takrat veliko več v kosu, verjamem, take so navade. Tako da ta prehod v članski nogomet je za vsakega igralca, ki bo potem nadaljnjo delal kariero, ključen. Pa poznamo veliko primerov. Josip Iličić je tudi hodil in tekel po nogometni zelenici v Izoli, ker je igral takrat za Bonifiko. V drugi slovenski ligi pa je potem prišel do Andrej Kotnik, je igral v tretji slovenski ligi. A fantje vidijo, da rabijo nekaj časa, da se morajo spoznati s članskim nogometom. Danes se mi zdi, da divjamo. Da bi fant pri 18 letih razmišlja, kar mi jih probamo narediti samozavestne, ambiciozne, ampak razmišlja, da je že pripravljen igrati prvo člansko ligo,
po vzoru enega, dveh posameznikov, mogoče, ker iz njegove generacije imajo to srečo, da igrajo. Jaz mislim, da je članski nogomet in da je pot v članskem nogometu malo daljša, kot si oni predstavljajo in da ni za vse. Nimajo vsi te fantje srečo, da bi pri 18 letih že lahko igrali za Maribor, za Olimpijo, naprimer, kot igra Ratnik. To je pač ni privilegij vsakega. In tu bi mogli biti malo bolj strpni in razmišljati o tem, da se šele zdaj njihov resen nogomet začne. Zdaj ravno ti treniraš tu mladince, ne? Letos je prvič nov model mladinskega tekmovanja, se pravi mladinci so se ločili, so v samostojni ligi, prej smo bili vezani na kadete, ne? In so se povezali kadeti za selekcijo starejših dečkov. Tako na prvo žogo po pol leta se ti zdi model dober? Jaz sem pred kratkim dal za eno izjavo za lig za Next Gen ligo in sem pohvalil veliko večino stvari oziroma skoraj vse. Večja vidljivost, medijsko je bolj poudarjeno, sigurno za fante nova izkušnja, se znajdejo pred televizijskimi zasloni, se znajdejo pred intervjuju, imajo pač nekaj več pritiska zaradi tega, ker se tekma gleda. Kvalitetnejša kot je liga, to pomeni s 3 starejšimi igralci, lahko si tudi klubi pomagajo, še posebej tisti mogoče, ki lovijo nek obstanek v ligi ali pa ki nimajo možnosti, da bi imeli velikega nabora igralcev, lahko imajo 3 generacije s temi 3 fanti. Tako da čim je kvalitetnejša, bolj ko je kvaliteta na igrišču, več kvalitetnih fantov lahko potem pridelamo in sigurno to je dobro. Zdaj nekateri lahko celo zaostajajo v razvoju. Mi imamo kakšnega fanta, ki mogoče fizično še ni razvil do konca, in mu damo še 1 leto. Imamo fanta, ki smo se letos odločili 2004, da ga bomo zadržali, ki je lani pol leta imel neko smoteno poškodbo in smo rekli, ne, mu damo še 1 sezono za to, da pride k sebi, da vidimo, da izkoristi svoj potencial. Tako da to nam da neke možnosti in jaz to na nek način jemljem kot zelo dobro. Pa še ta podatek, da se mladinska tekma ne sme križati za člansko tekmo. Ne domače ekipe, ne gostujoče ekipe, tako da imamo vedno vse igralce na razpolago. Daš tu okvir nek pravilnik za tiste, ko ne ve, glede, rekel si 3 igralci lahko igrajo starejši, ampak koliko starejši? To pomeni, letos imajo pravico nastopa za mladince oziroma za selekcijo U19, letniki 2006, 2005 in mlajši. Samo 3 letnika 2004, 3 plus vratar lahko igrajo mladinsko tekmo. To pomeni, jaz v naboru imam lahko vse fante 2-5, 2-6 in mlajše, plus, če se odločim, 3 fante iz letnika 2004. V tem primeru bi se lahko zgodilo, da bi za mladince Kopra, kar se je že zgodilo, odigrali in Mrsetiče, ki je letnik 2004, in Rudel, ki je letnik 2004, pa še mogoče nekega vratarja, ki je trenutno v klubu 2004 nimamo, ampak še kakšen fant kot Jaščič, ki je letnik 2004, lahko igrajo za mladince, kar v lanskem letu to ni bilo mogoče. Tako da bi lahko ta mladinska ekipa pač imela tudi fante, ki so že nastopali in igrali v prvi slovenski nogometni ligi za naše člane, kar je sigurno za naše fante dobro, kar je sigurno za ligo dobro in oni lahko neke določene minute, ki jih ne morejo nabirati pri članih, ker vemo, da je konkurenca močna, lahko dobivajo tu skozi mladinsko ligo. Kako ti ocenjuješ, da je ta kvaliteta zdaj mladinske lige? Je močnejša kot neka 3. članska liga? Je slabša? Je med 2. pa med 3? Kam bi jo uvrstil? Zagotovo si igral neke prijateljske tekme in tudi s članskimi ekipami. Jaz razmišljam, da prva mladinska liga, želel bi verjetno, da je močnejša kot je 3. slovenska nogometna liga. Že zaradi načina treniranja, že zaradi kvalitete fantov, ki je, že zaradi tega, kam te fante gravitirajo. Normalno, da bi si jo želel dati na v rang drugoligaške ekipe, ampak mislim, da kakšen posameznik je, že danes na nivoju 2. lige, ampak celotna ekipa pa mislim, da ne. Izkušnje pa manjkajo, ne? Izkušnje pa manjkajo, tudi tam se znajo najti fantje, ki so igrali že 1. ligo, ki imajo veliko tekem, ki so po kvaliteti na nek način veliko boljši kot naši fantje. Kakve so tvoje izkušnje, pa verjetno se tudi z drugimi trenerji pač dosti pogovarjate, ko se srečujete, ne? Glede teh prehajanj zdaj igralcev, se pravi igralci 2-4, kolikor imam jaz informacije, večinoma vsem trenirajo za prvim moštvom, ker je nek ideja pa cilj tudi, da bojo tam se jih pripravlja za tja, ne?
da bo igral za prvo ekipo. Kar pomeni, večji del tega časa oni preživijo pač pri prvi ekipi, ne? To pa pomeni, da nekako tiste, ko smo se prej pogovarjali, ne vem, o tistem ognju, ko ni samo pri posamezniku, ampak je tudi znotraj ekipe, ko ti ustvarjaš ta ekipni duh in moment, ko ekipa dela en za drugega, ne, koliko se pa to ustvarja ali pa koliko imaš tudi problemov, glede na to, da ko prihaja normalno nekdo od prvega moštva k tebi dol, se pričakuje, da bo nosilc igre, da bo pokazal nekaj več, da bo pomagal ekipi, ni pa uigran v popolnosti z ostalimi, ker uigravanje je tudi to, da mi dva dosti časa smo skupaj preživela, ne. Pa mogoče kakšna različna ideja vsak trener od nas, ne, tudi če mi dva 10 let skupaj sedima, delama, načrtujemo, ko bomo vsak imela svojo ekipo, jutri bomo videla nek detalj, kaj bo drugačen. Koliko to vpliva na tebe ali pa na igralce, koliko se ti zdi? Zdaj, za razumeti je sigurno, da ko ti igralca ne treniraš, oziroma ko ga nimaš v procesu, tudi ne veš, katere so njegove pomanjkljivosti, kje ti lahko kaj več da, kje kaj manj, kako ga motivirati, ker nimaš tega nekega odnosa, ne zgradiš, neke komunikacije pravilne. In tudi iz vidika ekipe na uigranosti sigurno se nekaj izgubi. Moramo pa razumeti, da na primer najverjetneje ta pravila so bila tudi postavljena, da se tem fantom pomaga. V smislu tako, da mi za vse fante, ki trenirajo pri članih in ki imajo možnost nastopa za mladinske, se imamo kot nek support. To pomeni, jaz ponavadi začnem stavek, ko dobivam fante dol, začnem tako. Gledajte, fante, jaz bi želel, ko me bojo šefi vprašali, kako je bilo, bi vaju želel pohvaliti ali pa bi te želel pohvaliti. Zdaj, jaz šefom ne bom lagal, povedal bom svoje mnenje, deva na ta način, da bom jaz lahko rekel kakšno lepo besedo. In imeli smo že kakšno težavo, predvsem iz motivacijskega nivoja, normalno. Igralec, ko se spusti nižje, zmoti ga veliko stvari, ne dobi žogo na pravi čas, drugačen ritem, stvari ne stečejo tako, kot si on predstavlja, tako kot so rečemo pri članih. Tako da iz tega vidika je nekaj za podelati, ampak ko fanti osmislijo, ko vidijo, da to njim koristi, ko lahko potem se vračajo v člane boljši, jaz mislim, da potem je tu vse skupaj steče malo lažje. Ampak rabijo nekaj časa. Konkreten primer, Enej Mrsetič je vračal po poškodbi, pa ni ta prve tekme odigral najboljše, niti v prvem delu mislim, da ni bil na nekem svojem nivoju in si je veliko pomagal z mladinskimi tekmami in takrat, ko je pri mladincih odigral dobro in tudi dosegel nekaj zadetkov, se je poznalo tudi pri članih, da je veliko boljši. To pomeni, da lahko si tudi članski trener malo pomaga s tem, da prepozna, da če je fant spodaj dober že na nivoju, da lahko to isto pričakuje tudi gor. Rabo je sicer 2 tekme, ampak na koncu so bile njegove predstave v mladincih tako, že se je videlo, da je to razlika. Mogoče ga ne bi v prvih tekmeh opazili, da je to ta Mrsetič, ki je dodana vrednost, ampak v zadnjih tekmah mislim, da nam je konkretno tekmo z Aluminijem, kar sam rešil. Okay. Ampak kaj zdaj to pomeni, rečemo, iz tvojega procesa dela, ne? Se ti pol prilagajaš, usklajuješ tudi z članskim trenerjem, zato da je neka podoba, kar se tiče, ne govorim o neki, sam o modelu igre, ampak govorimo o tistih nekih ključnih momentih v igri, ne? Zdaj, če ti želiš igrati posest, ne, jaz se spomnim, pač tudi vem, ko smo mi dva pol diskutirala o tem, ne, pač si, ne vem, ena tvoja pripomba mi je tako ostala v glavi, si rekel, zdaj, če mi pride nasprotnik s 6 na mojo zadnjo linijo, pol jaz hočem imeti tam 7 igralcev, če bo prišel pa z 8, pa hočem imeti tam 9 igralcev, ne. Ker večina, rečemo, jaz razmišljam mogoče malo drugače, da tam jih ne bo 8, mi bomo razširili, pa bomo poskušali pač najti nek prostor, kjer se bo pač po liniji čim hitreje šlo polo v tranzicijo, pač v ta prehod v napad, ne. Se pravi, mi dva zdaj malce različno gledamo v nekih, ali v kateri tretjini se bo igralo, ali v neki fazi igre, koliko to se usklajuje na nivoju kluba ali posameznih trenerjev, koliko imate to vi urejeno ali pa koliko veš, kako imajo kaj drugi urejeno. Ker to je problem, kad ti dobiš 3 nosilce v ekipo noter, ne? V različnih sredinah je bilo to različno organizirano. Jaz sam nisem bil
prav zagovornik tega, da bi vse ekipe po istem sistemu funkcionirale. Danes, ko je ta povezanost med mladinci in člani, bi rekel skoraj, da bi mi to veliko stvari olajšalo. Tako meni, verjetno pa tudi članskemu trenerju. Zdaj, če se vračam pol leta nazaj, ko je v klubu bil še Zoran Zeljković, je takrat sem jaz pristopil in normalno, potem, ko je prišla ta nova liga in ta nova ureditev, prišel do njega in smo iskali za tiste igralce, katere bi si jih mi lahko izmenjavali, kje bi jih želel, da igrajo, kje jih on vidi najprej, zato da mi jaz tam ponudim to možnost in je bilo to vrstno sodelovanje. Zdaj v zadnjem obdobju smo imeli 2 spremembe. Zoran, kot veste, nas je zapustil, je trenutno v Olimpiji, vmes je bil Safet Hadžić. V tem trenutku ni bilo toliko časa za pogovor, ker je šla prvenstvo v koncu, se je lovilo to evropsko vozovnico. Zdaj smo dobili Radeta, ker prihaja iz reprezentančnih selekcij in dela z mladim. Nekaj smo že načela, ampak je bil on še v fazi spoznavanja na nek način svoje ekipe najprej in zdaj smo že na tem nivoju, da lahko malo več debatiramo. Normalno. Če želimo, da te fantje napredujemo, moramo skupaj imeti nek cilj, kako bi napredovali. Lažje bi bilo, če bi imeli vsi iste principe, ma jih nimamo. Jaz probam tem fantom pomagati tako, da sprašujem, kaj članski trener od njih zahteva in se mi malo prilagajamo temu, ker se mi zdi, da je zdaj smiselno, da jaz ne kontriram ali da ne razlagam, nimam svojih idej pri teh fantih, da jih ne mešam, ampak konkretno, ko pride Mrsetič dol, če je treba, v članih igrajo 4-2-3-1 za pol špico, mi prilagodimo, 2 treninga prej vemo, da bomo prišli dol, prilagodimo in ne, Mrsetič igra pol špico. Če oni igrajo z 4-3-3 in bo Rudel igral levega vingarja in imajo navado, da prihaja notri v sredino s kontranogo, mi par treningov probamo prilagoditi in Rudel igra levega vingarja. Tisto, kar je najpomembno. Normalno, vse ostalo je v moji domeni, pri teh fantih, ko prihajajo dol, samo spodbuda, nekaj malo lepotnih popravkov, ne veliko navodil, zaradi tega, da izražajo nek svoj potencial, tisto, kar so delili skozi teden oni pri članskem nogometu. Jaz mislim, da je ta najboljša pot, to je moja ideja. Če mi bo jutri kdo pokazal kakšno boljšo, jo bom sprejel z veseljem, ampak da mu zdaj jaz tam polnim glavo in da mu razlagam, mi pa delamo to, mi pa razširimo malo bolj, pa ne prihajamo v sredino, ne rotiramo. Tako da, mislim, da je to. Tu zanima pol tudi rečemo, kakšne so vsebine, rečemo pri članih, zaradi tega, da ti tudi kaj prilagodiš, ker se ne vem, če jaz sem že parkrat rekel, imam izkušnjo, da mi je članski trener, ko sem jaz imel mladince, imel, ne vem, 3 glavne igralne oblike za tranzicijo, za prehod iz obrambe v napad. Jaz sem pa nekaj drugega delal. Je tudi, ko je igralec prihajal od mene, pač takrat bolj pomagati na člane, sem jaz na nek način mu uničeval trening, zato ker pač igralcev ni proces deloval v igralni obliki, ki so jo bili pa člani že navajeni. Ker se veš, vsaka igra na novo, ko jo igraš, rabiš 2x, 3x, 4x, da jo odigraš, da potem to gre gor dol, tako ko mora biti. A tu tudi kaj se prilagajaš, ali si pripravljen, ali misliš, da je bilo to dober, ali v kateri smeri bi ti poskušal te zadeve pelati? Zdaj, ta komunikacija, to, kar si ti zdaj povedal, poteka več v smeri mladinci kadeti. To pomeni, jaz veliko treningov z članskimi nogometaši nimam. Če že imam treninga, imam najverjetneje dan pred tekmo, takrat, ko delamo samo aktivacijo, ko mogoče ponovimo prekinitve in te standardne situacije, tu dobijo nekaj navodil, ampak jaz v procesu treninga članskih nogometašov v principu nisem še imel in verjamem, razmišljam, da bo tudi v bodoče. Oni so gor čisto do konca tedna, razen če se tako poklopi po urnikih, da bi lahko imeli dan fraj, pa potem jim reče, ok, naj pride k vam na en trening, ampak mi jih nimamo v procesu. Tako da tega momenta, če bi jih imeli v procesu 2-3 treninga skozi teden, bi bilo to smiselno. Ker če ne, fant bo zbegan, jaz pa ne morem za 18 fantov voditi na en način trening, za 2 pa drugače. Normalno, da bi se takrat mogli uskladiti. Če bojo šefi povedali drugače, bomo te usklajevali, če ne, mi v mladinski šoli delamo na nek način stvari kolikor toliko usklajeno, čeprav puščajo vsakemu trenerju dovolj svobode za razvijanje samega sebe in svojega modela igre. Omenil si, da več je to, se pravi, komunikacija s kadetskim trenerjem, zakaj pa to? Konkretno, v prvem delu sezone
Jakob Slak pa Erik Milošević, letnika 2007, smo videli v njih nek potencial in tudi možnost, da bi dobivali minute pri mladincih. Iščemo z kadetskim trenerjem njihove potencijale, kje vidimo. Pri Eriku sva se uskladila, da pač je njegovo igralno mesto levi winger ali levi zunanji zvezdnik, kako zdaj želimo, levi napadalec. Želimo komunikacijo narediti, terminologijo. Ja, zdaj je to občutljiva tema. Se tudi vidiš, da jaz popravljam malo. Občutljiva tema. In z Slakom pa sva bila v dilemi med srednjim branilcem ali pa centralnim zvezdnim igralcem in sva potem na nek način uskladila, da bo v mladincih mogoče v prvi fazi bolje, da bi na centralnem zvezdnem igralcu probal začeti tekme, in tu se nam je pokazalo, da je pri mladincih dobro zgledal in posledično tudi pri kadetih, ker smo pa ocenili, da bomo mu dajali tem fantom minutažo pri mladincih, razen takrat, ko bo lahko kadetska tekma ponudila dovolj velik dražljaj ali pa dovolj velik motiv za te fante, da bi igrali dol. Tako da nismo gledali toliko na rezultat, ampak konkretno pri teh dveh fantih, z Denisom Halilovićem smo tako dobro sodelovali, da smo iskali, kaj bo najbolje za njiju. Tako da smo prišli do tega, da danes se v klubu razmišlja, da sploh se ne bi več vračala dol, ampak da bi ostala kar gor pri mladincih in tlele nadaljevala že pol sezone prej, dela v mladinskem procesu. Da lahko držita ta držlaj pa ta tempo mladinske lige. Ja, mislim, da mladinska liga normalno 2 leti starosti se pozna, malo večji duela, oba sta že fizično razvita, rabita nekaj večji dražljaj, normalno, če tu stvari ne bi šle, ne bi stekle, bi bilo mogoče potem smiselno narediti novo razmišljanje, ampak zaenkrat oba kažeta velik potencial in kar dobro igrata v mladinski ekipi. Sama si zaslužita tudi mesto med prvih 11, normalno, mi probamo malo širše gledati, tako da sta tu v procesu in tu je bilo zelo pomembno to sodelovanje med mano in Denisom, da iščemo najboljšo pot za njim. Tu zdaj, ko si rekel, poskušate imeti čim več svobode, trenerji tudi, ne. O tej svobodi smo se ravno v prejšnjih podcastih pač pogovarjali, da ni to, da ti veš, kaj boš delal na treningu ali pa kjero igralno obliko, da to še ne pomeni, da nimaš svobode, ne, ali pa ne vem, gre se vsem za neko usklajevanje pa komunikacija na eni strani, ker ko si na terenu, pač je še vedno tvoja svoboda, da ti pripelješ igralca do cilja, ne, po kateri poti. To moraš pač vsem prepoznati, se veš, ne bom ti pametoval, ko dosti dobro še veš, o čem govorim, ne. Bi pa vprašal tako, ne, a imate vi dogovor v mladinski šoli, kakšen nogomet se bo igral v smislu visokega pritiska, velik tranzicije ali rajš velik prehodov, ali boste rajš igrali veliko v posesti za spremembo ritma. Se pravi, imate vi to skupen dogovor ali imate pa tudi vi svobodo, se pravi, da nekdo, ki želi več v posesti igrati, bo pač več v posesti, nekdo, ki želi pa, da je več dirke gor pa dol, ne, bo pa imel več te prehodov gor dol. Zdaj, konkretno nekih skupnih sestankov o tem, da bi v klubu imeli nek model igre ali pa določene momente znotraj tekme, ki bi želeli poudarjati ali pa znotraj treninga, nimamo. Mislim, da vodi nogometne šole gospod Okčič z vsakim od nas porabi nekaj časa, povpraša, podebatira o temu. Nimamo, vsak je prepuščen tako na nek način svoji presoji, verjamem pa, da prav svobodo nimaš, saj neke kontrole nekdo sigurno nad nami vrši in zahteva od nas nek princip, nek pristop, tudi določene vprašanja nam postavijo, da neke stvari določene zagovarjamo. Verjamem pa, da se principi v igri, ali bo to en sistem, en način, da se principi v igri ponavljajo in verjamem in želim verjeti, da mladinski trenerji oziroma trenerji v mlajših kategorijah želijo dati fantom širino, da se ne omejujejo na to, da bi en način igrali in ne poskušali imeti posesti ali pa igrali samo na tranzicije, ne učili tranzicij kljub temu, da bi lahko dosegali dobro posest, da bi igrali malo bolj defenzivno in čisto opustili to, da bi želeli nekaj naučiti malo bolj ofenzivnih veščin, da če bi imeli možnost igrati ofenzivno, da to ne bi delali, ampak da bi se držali svojega načrta. Jaz mislim, da tem fantom je treba dati širino vsakemu posamezniku in da tudi sam trener
lahko poskuša, vidi pomanjkljivosti v svoji ekipi in da lahko sam sebe da na nek način izziv, da pa svoje fante nauči tudi tega, kar trenutno ne znajo. Tako da želim verjeti, da v Sloveniji pač ni normalno, da potem tekma te pripelje do tega, da se boš branil, ker je pač nasprotnik kvalitetnejši in moraš tu biti dober. Verjamem, da pride tekma, ko se ti nasprotnik zapre oziroma ima nek načrt za to tekmo, da boš ti imel več posesti, da boš mogel tu biti dober. Verjamem, da ti tekma ponudi tudi kakšen prehod za narediti in jaz osebno probam fante pripravljati na čim več stvari. Zdaj bi vam rekel na vse. Dobar, kje je tvoj ideal, rečemo, da tako rečemo? Kaj bi ti želel, da bi vsi želimo nekje dominirati, ne? Ampak vse je razlika, ti dominiraš samo to, da imaš ti veliko posesti, pa da imamo že skoraj gole na outlinijah, ne na gol outliniji, ne. Mal šale, pa če sem že doskrat rekel, ne, men Guardiola v 2 leti nazaj v Cityju, ko je bil zelo direktn, mi je bil zelo všeč, ne. Se mi zdi, da ne vem, tudi neka raznovrstnost, ko jo klop ponuja v nekih momentih, ki zna ali biti v posesti, ali pa biti v neki dosti velikih hitrih prehodih, takrat, ko mu nekdo pač ponudi zadaj veliko prostora, ne, pač bo tudi to izkoristil, ne. Govorim, ampak vseeno se mi zdi, da vsi želimo nekje dominirati, ampak na kak način? Me zanima, kje se ti tu najdeš, ne? Konkretno pri zdajšnjih mladincih, pri tej selekciji, ki imam, pri teh fantih, ki sem jih na nek način dobil in srečo spoznal v nogometnem klubu Koper, po nekem obdobju opažanja sem prišel do spoznanja, da te fanti imajo velik potencial v igrivosti zadnje linije in vezne linije. To pomeni, jaz vidim, da mi imamo nek potencial v temu, da smo lahko dobri v posesti na naši polovici, kar je zdaj čudno. Okay. Konkretno pripravo tekme z Radomljami, ki je po moji oceni individualno, čeprav nekih rezultatov zdaj ne dosega, pa ne vem, kakšni so razlogi, individualno te fanti imajo zelo velik potencial. In mi smo z njimi pripravili tekmo na ta način, to je bila ena od prvih tekem, ki smo jih igrali, na ta način, da smo želeli navleči te fante ven, da nam pridejo v pressing, oni so močni, tako se počutijo. To si zdaj Xabi Alonso gledal, ne? Ne, jih navleči ven, prevzameti nek riziko na svoji polovici, čeprav smo 2 žoge izgubili in smo mal veseli, probati najti nek medprostor, ustvariti neko luknjo tle v sredini, probaj priti njihova zadnja linija, po nekih naših analizah, ni bila tako spretnja v sledenju temu igralcu in ni se dobro znašla na velikem prostoru in potem narediti progresijo, priti v zadnjo tretjino in delati zaključke. Na momente iti visoko v pressing. Čisto nekaj drugega, zato da jih malo zbegamo. Tako da smo jo pripravljeni na ta način, ampak jaz v tej ekipi vidim ta potencial in delam veliko na pozicijski igri oziroma Angleži tem positional game in imamo v tem izhodu od vratarja v build-upu nekaj rešitev, da prav izzivamo malo, da jih povlečemo ven, da pridejo ven, da to naredimo. Delali smo veliko na proti pritisku, zato ker če se zgubi žoga tam, je moraš biti zelo dober, da jo spet vzameš. Po določenih statistikah smo tu celo najboljša ekipa v mladinski ligi. Nismo pa imeli srečo z napadalci, nimamo zdaj v tej generaciji prav izrazitega napadalca, imamo pa te krilne igralce, ki so dovolj hitri, da bi lahko ta prehod naredili. Zanemarjali smo malo, čisto konkretno zanemarjali smo malo v tej ligi prekinitve in standardne situacije in mislim, da če bi malo več na temu delali in če bi bili uspešni si v temu, bi danes imeli, ne vem, 7 točk več, kar bi nas pripeljalo k vrhu. Mi smo dobili veliko, nikoli nisem toliko golov dobil s prekinitev, koliko s temi fanti, nimam neke višine, ampak vseeno bom rekel, da je mladinska liga za razliko od kadetske, tu ti pa dajo gol. Ja. Če nisi pripravljen, ti pa tu dajo gol in nismo imeli rešitve, tudi za slabšimi ekipami, mislim, da se trenerji pripravijo, da tudi vejo, kje imajo svoje potencijale v tej ekipi. V določeni drugi ekipi smo se želeli držati, ne vem, v Sežani konkretno, ko sem bil v srednje cone, imel sem tudi tam določene vezne igralce, kot je MKB, Sever, ki so lahko veliko prostora pokrivali, krilne igralce, ki so lahko hitro naredili prehod, kot je bil Mihajlović, Aldair za prenos žoge, Dino Stančić za kontre, Fat, tako da smo tam želeli stati veliko v srednji coni in v sistemu 3 od zadaj lahko imeli dobro posest v srednji coni. Nismo želeli biti nizko, ker daleč od gola nam ni ratalo.
sem imel z mladinci Kopra, ko smo bili pokalni zmagovalci, ko je bil Golič, Šolaja, Ahmetovič, Sever, takrat kot mladinec. Smo bili tekalno izredno sposobni, smo lovili po celem igrišču, smo igrali nek tak gema nogomet, odvisno. Potem probam pač videti potencijale znotraj posameznikov in ekipe in prilagoditi nek način igranja, da iz njih izvlečemo največ. In te fantje so danes, jaz mislim, da zadovoljni za svojimi predstavami. Zgubili smo kar nekaj fantov, bila je malo taka situacija, ne bomo uspešni. In zdaj v nekem drugačnem razmišljanju nogometa, oni se počutijo dobro, so uspešni in vejo, da pač bo prišla ena žoga in se pogovarjamo v garderobi, da lejte, nekdo bo žogo zgubil, bomo dobili gor, bomo pač vsi jokali z njim, tako bo, žalosten bo, mi bomo vsi žalostni jokali z njim, ampak lej, verjamemo to, kar delamo, gremo naprej in štartali smo zelo dobro, potem so nas malo prečitali, nam je šlo malo navzdol, imeli smo težave, ko so se ekipe postavile v blok, nismo našli rešitev, nismo bili dobri v zadnji tretjini, se posebej ne iz teh situacij, iz predložkov, iz centra še tu strani, nismo imeli, danes iščemo rešitve tudi za to. Rezultat ali pa tekme bo pokazali, če smo v tem bili uspešni. Tako da nimam enega svojega načina, normalno želel bi pa prenesti na fante, da verjamejo to, kaj delajo in da s tem, kar mi delamo, na nek način zmagamo tekmo. Zdaj si že že odprl, ne, tudi se pravi to, da si deloval kot članski trener v Sežani, ne. Koliko je tebi tu, rečemo, v tem momentu, ne, glede na to, da mladinska liga zdaj, se pravi, pokrita je, kar se tiče medijsko, tudi prenašajo se tekme, itak imate od zadaj, že pred tem je bil Instat, zdaj je, moja ime oprosti, imate nov se pravi, statistično tudi pokrito, analize so praktično že na nivoju članskega nogometa. Koliko je še sploh razlike, pa kje so te glavne razlike, zdaj, če ti primerjaš članski nogomet pa mladinski nogomet? Mladinski nogomet je še vedno razvojen, še vedno se pri fantih išče in se odpravlja pomanjkljivosti, se išče njihove potencijale, se dela, se gradi, rezultat, ja, normalno, ga moramo dajati v prvi plan, ima za nas stroko, za vodstvo, vemo, da tudi če ga ne bo nobena težava, v članskem nogometu samo rezultat. Mislim, lahko vinkarimo, lahko gledamo lepoto nogometa, postanemo lepi samo, ko zmagujemo. Nič drugega, jaz v nogometu članov ne verjamem v druge stvari, normalno. Šefi, ne, pač to je podjetje, treba ustvariti tudi dobiček, je treba tudi fanta prodati, včasih ti celo naložijo, da ne, to je naš produkt, ta mora igrati, projekt, katerega se vlaga. Ja, to ti moraš, ampak če ni rezultata, ta projekt ga bo vodil potem nekdo drugi. Ne boš ti, bo nekdo drugi, tako da tu vidim glavno razliko, tam je usmerjeno vse in je tam veliko strategije, veliko taktike, veliko analiz, veliko več tega, da se zmaga tekmo. Pa se ti zdi, da so igralci s tem, ko so 5-6 let starejši, drugače dojemajo nogomet, drugače reagirajo na navodila, kot ti reagira zdaj tvoj 19-letnik? Ja, to je čisto drugo. To pomeni, lažje prepričaš 19-letnega, verjetno ima manj izkušenj, srečal se je z manjšim številom trenerjev, normalno, tudi pri 19-letnikih oni rangirajo tudi trenerje, s kom se veselijo delati in koga bolj poslušajo, verjetno, koga manj. Pri članih moja izkušnja je bila, da sem jaz prišel kot no-name trener. To pomeni, jaz imam zelo dobro zgodovino in zelo dobro izkušnjo z ljudmi v Sežani. Bil sem trener pri njih v 4. ligi, napredoval iz 4. v 3. V 3. ligi smo dosegli 4. mesto. Potem jaz nisem videl več možnosti za razvoja in sem rekel, da je smiselno, da oni poiščejo nekoga drugega, čeprav si tega niso želeli. Sam sem bil igralec v Sežani, takrat igral za Sežano v 1. ligi. Za upravo, za ljudi, ki so tam delali, sem jaz bil že poznana oseba, ampak jaz sem prišel kot 3. ligaški trener v 1. ligo, v situaciji, ko Sežano je zapuščal Mauro Camoranesi, ki je dobil službo v Mariboru, Stanković, ki je z njimi naredil rezultat in dobil službo v Olimpiji takrat. In jaz sem prišel v situaciji, ko še finančno je bila zelo nestabilna situacija, v tako zelo zahtevno situacijo z
ekipo, ki je imela nek potencial. Malo smo se cufali na začetku, ampak potem, ko nam je steklo, če se ne motim, mislim, da smo skupaj dosegli največje število točk, tako da rečemo po tekmi, koliko smo bili skupaj. Takrat in sem na to zgodbo v Sežani zelo ponosen. V teskih časih veliko fantov se je potem tam tudi prodalo, kdo prej, kdo je kasneje, Aldair v Olimpijo, Makambe v Maribor, pa kasneje v Kaljari, Sever je tudi šel v Turčijo, Nemanjić danes igral v Celju, pa še določene fantje so še druge, da zdaj kakšnega ne pozabim. Tako da sem zelo ponosen, ampak takrat je bila moja moč mojega stafa. Jaz sem imel sodelavce, ki so tam bili že več časa, zadržal sem ljudi domače, s katerimi sem delal že prej in mislim, da je bila moja sreča to, da so oni za to njihovo okolje tako mi dajali dobre napotke in sem znal biti dovolj dober poslušalec, da smo takrat tole speljali. Tako kot je, za nameček mi smo končali 5. na tabeli, s tem, ko smo pred zadnjo kolo zmagali Olimpijo, ki se je borila za prvaka v Stožicah, v neki nori tekmi v končnici v 93 minuti, mislim, da smo dali gol. Takrat smo naredili 2 stvari, dosegli mogoče najvišji rezultat v zgodovini Sežane in si zagotovili obstanek v ligi. Tako je bila specifična sezona, da so bile ekipe zelo oske. Sam tu mene zanima, a imaš ti občutek vsem, da je lažje članskega igralca pripričati, da te sledi, ali je lažje mladinskega igralca pripričati? Lažje mladinskega. Lažje mladinskega. Meni osebno lažje, verjetno, normalno. Jaz verjamem, da če je Mauro Camoranesi, italijanski reprezentant, svetovni prvak, rekel isti stavek kot jaz, da tam je bilo wow, jaz tako malo, če se pošalim, šta ovaj priča. Tako, kdo si ti? Kdo si ti? Tako da verjamem, jaz če pridem danes s tem kurikulumom, če pridem v mladinsko garderobo, verjetno so oni tako malo zagledani, ne? Danes, da bi se pojavil, ne vem, nekje drugje, če bi jaz danes prišel, ne vem, učili si za trenere, verjetno bi spraševali, kaj je to. Tako verjetno malo izhaja iz tvoje zgodovine, iz kurikuluma, od tega, kdo sploh prihaja, kdo potrka na vrata. Tako da meni je bilo težko. Jaz konkretno z enim fantom nisem prišla skupaj, pa je bil najboljši strelec. Ne? Rovas, sem rekel, tako, čisto, če eno anekdoto povem, smo se usedla na klopco, sem mu rekel, gledaj, ne delam jaz tebe budalo. Razumeš, jaz sem nov trener, razumeš? Ti delaš mene budalo, če me prepričuješ v to, jaz bom bil budala na koncu, če ti ne boš igral. Jaz sem prišel iz 3. lige za trenerja in najboljši strelec ne bo začel tekme. Veš, smo v problemih. Jaz sem večjih problemih kot ti. Ti imaš boljše izhodišče kot jaz. Sem rekel, dej, prosim, pridi mi nasproti, to tebe in tebe rabim. In on je govoril vedno, jaz coach. Niso prišla skupaj. Ti levo, desno. Odličen nogometaš. Jaz sem od njega 2 stvari rabu in niso prišla skupaj. Jaz mislim, da če se bo srečala, se bo pozdravila, ma bo jeza na mene. Tako da, in sem bil potem... Nisi našel poti do njega, ne? Do njegovega srca. Nisem ga znal dovolj dobro zmotivirati, da bi v nekih določenih trenutkih na tekmi, ko smo rabili njegovo pomoč, da bi to bil pripravljen dati. Potem sem to v Dinotu Stančiću in v Fadu na nek način našel in sem vesel za oba, ker sta potem in dobro igrala in na koncu tudi nekaj zadetkov zadela. Dino je bil takrat celo neko presenečenje. Pa še so me ljudje spraševali, da takrat ni niti minute igral. Pač ekipa za obstanek, on je res delavec, on je odgaral tam spredaj in je našel nek moment, da je še kakšen gol dal in potem so na koncu Rovasa celo zgubili. No, on se odločil, da ne bo bil več tu, normalno jezen na mene, ker nisem dajal, ampak nisem ga znal prepričati. To so naše poti na koncu. Včasih pač ne najdeš, ne? Ampak to je... Mene je zanimivo to, ko si rekel, ne, vprašanje, če bo jezen, ne, če se bo ta srečala, ker na koncu, ko prespimo, ne, pa ko gre 2-3 sezone mim, mogoče tudi ti začneš razmišljati, ko jaz sem bil, jaz podala, ne, veš eno. Ponavljam, jaz mislim, da tudi za njega se je potem dobro izteklo. On je zelo uspešen v grški 2. ligi, ne, in mislim, da tam igra in da tudi zabija, tako da sem že ženi rekel, da niti na dopust ne gremo, da se kje ne sreča. Se ti more zahvaliti, ne? Tako da on je tam uspešen, jaz mislim, da je to njemu rabilo, ampak verjetno ta sredina, jaz kot trener, mu nismo bili dovolj velik državljaj, dovolj velik motiv, on je rabil spremembo. Ampak govorimo o odličnemu igralcu, ko me vsi v upravi sprašujejo,
Igor, on je naš najboljši strelec. Ja. Jaz sem rekel, Ne vem. Ne morem. Sem iskal poti v sebi, nisem mogel. Nisem mogel in takrat mi je bilo žal, tako da, ja. Da se zgodi. Prvi polčas smo odigrali, tako da veš, ne. Ko gre hitro zadeva, ne. Lepo je. Ok, daj mi reči tu, še glede tega članskega mladinskega nogometa, koliko je to tebi razlika po vsebini? Se moraš ti drugače pripravljati, se ti zdi, da so tudi na končne vsebine drugačne, glede na to, da zdaj govorimo o mladinskem nogometu, ki je, morali bi že biti praktično na pol člani. No. Danes so razlike manjše, ampak če bi primerjal, ker sem že nekaj let trener, če bi primerjal z generacijo 98, takrat so bila jaz pa en sodelavec. In kje se spremeni? Spremeni se, da v članskem nogometu imaš ti teh sodelavcev več. In da je treba delo ne opraviti, kot sem ga mogel pri mladinskem, ne, ampak skoordinirati. In moč trenerja je moč njegovih sodelavcev. In jaz sem imel v Sežani to srečo, da sem imel dobro sodelavce, da sem mogel kondicijskega trenerja s trenerjem vratarjev, z pomočniki in si delo razdeliti, imeti jasno strategijo, jasen cilj. Ne. Mi smo imeli na nek način kot osnovno temo srednji blok, odvzeta žoga in prehod. Ne? In potem umirjati ritem skozi posest v neki srednji coni, ker pač z tremi ti to omogoča zelo dobro kontrolo sredine igrišča. 3-5-2, mi smo spremenili iz 3-4-3 v 3-5-2, tako da smo lahko bili malo bolj direktni, malo bolj zaprti v srednjem delu. In tu je bilo potem treba samo skoordinirati. In vsebine so bile od samega začetka, od prve vaje, vsaka vaja, ko smo delali na igrišču, je mogla imeti eno od teh taktičnih komponent, če smo igrali posest 2-1, je mogla biti direktna pas. Išči, da gre potem v globino, to smo delali skozi dobre stvari. Imeli smo zelo dobro ekipo za kondicijsko pripravo, tu smo postavili neke norme, mi smo prišli do določeni fantje, so bili izredno nizko in smo postavili, dok ne prideš do tega nivoja, delaš dodatno. Tu je nogometni trening, kot so posesti, kot so igre, preveč nekontrolirano okolje za tebe in rizikov za poškodbe, zato so delali dodatno, dok niso prišli do tam. To govoriš predvsem o teh loadih preko GPS-a? Ja. Tam smo imeli določene GPS-e, ki nam niso ponudili dovolj, oni so bili tak entry level, če rečemo tem, tak je zelo osnovni model, ampak tu smo mi smo vršili, na koncu smo probali zaključiti trening, kadar se je dalo z igro in smo bili razporjeni po igrišču, to pomeni, da smo imeli takrat 4 ljudje, ki so skrbeli na nek način za kondicijsko pripravo, kar je to zelo veliko, in so skrbeli in so opazovali igralce, da so potem koordinator je takrat bil Ricardo San Giuliano, da je Ricardo potem, ko je dobival znake od drugih, da me sem tako malo za ramo ruknil in konec. Da smo mogli celo to gledati, da dvigujemo, ampak skozi opažanja smo prišli, da je bil to potem, ko smo videli 2-3 igralca, da že ne odreagira, da že prihaja v neko utvrjenost, sam me je ruknil, to je bil znak, da je konec treninga in tako smo delali. Še imam 2 serije. Pa še eno specifiko smo imeli, da smo imeli COVID takrat. Aha. In da smo igrali na 3 dni. In smo se mogli odločiti, kam bomo šli, v katero smer, v kondicijski pripravi. In smo rekli, da bomo delali zelo, zelo široko in da bomo delali veliko na bazi. Ker smo razmišljali, da bomo te fantje mogli se hitro regenerirati. Zanemarili smo čisto trening hitrosti, trening eksplozivne moči. Samo baza. To je bila ideja kondicijskega ali tvoja? Kondicijskega trenerja, da od tekme do tekme se bojo mogli regenerirati. In če naredimo široko bazo, zelo močno bazo, bomo lahko na 3 dni prišli bolj sveži. Danes bomo v prvih 2 kolih verjetno malo hitrejši, če gremo delati to, ampak od 4. kola naprej bomo težki, ker ne bomo prišli k sebi. In mi smo delali potem veliko baze, igrali smo pa na 3 dni. To je bila ena taka specifika za tisto obdobje, ki mi je dala misliti in sem takrat, moč sodelavcev sem takrat, me je prepričal, sem rekel, njim je bilo nenormalno, nenavadno, da zdaj mi teh daljših distanc, toliko časa delam, niso nikoli prej. Ja, pa to ste delali brez žoge, tudi veliko, ali kaj? Jaz želim kondicijsko pripravo delati v kontroliranem okolju. Kar je zame, dober odgovor. je zame, kar je zate, je zate. Okay. Jaz nisem zagovornik 3 skupin.
če imamo 4 različne rezultate, imamo 4 skupine. Če imam igralce na 17, rečemo maksimalno aerobik speed. Mislil sem čistko, ne vem. Individualno, izredno individualno. Smo imeli tudi dosti stafa. Mene moram reči, da dost me je pripričal ta Adam Owen, doktor Adam Owen, kjer on je tudi dost naštudiral praktično, kako skozi igralne oblike in kaj dobiš. Pač ima 3-4 knjige, kjer pač čist konkretno 4x4, 5x5, razdalje take, mislim, zahteve v igri, 2 kontakta, obvezno tretji, ne vem, igraš 3 minute in cilj ti je to pa to in bo to tudi doseženo. Zdaj, če smo mi v prvoligaški klubu, se pravi igralci po kvaliteti, pa lahko pričakujemo take razdalje, če bo pa, ne vem, 3. liga, lahko pričakujemo pa take razdalje. Zelo zanimivo se pravi, da že malo tako tudi za tiste, ki si ne morejo GPS-e prvošiti, da načeloma dosti lahko kontrolirajo zadeve. Ja, v tem, naprimer ta Ricardo San Giuliano dela v Udineziju, oni imajo tabelce. Kakšna kvadratura prostora, to pomeni dimenzija prostora, koliko igralcev notranje, koliko je teh jokerjev oziroma teh prostih igralcev, vse skupaj in kaj ti bo ta vaja dala. Jaz sem zagovornik tega in smo tudi to delali, sej nismo sam tekli. Šalim se malo tudi, se veš. Kar je na nek način zame pomembno, a je treba se zgubi žoga, je treba laufati nazaj, brez, nisi več v posesti. Ta karakterni moment, da se fant navadi se matrat. In če mu mi matranje skrijemo, ker mi skrijemo matranje skozi igralno obliko, žoga te potegne, je vse skupaj... Sam je moraš tudi loviti, tudi moraš brez žoge teč. Če ti jaz podam na črto, pa ti rečem, ti izmerim razdaljo, pa ti rečem, na koncu, ko smo se mi že matrali skozi posest malo, pa smo že utrujeni, pa dosežemo ta nek naš vrh s tem, da pridemo, čeprav to še vedno nekontrolirano malo okolje. In se bojiš vedno poškodb, ker se bojiš, da ti najboljši fanti grejo in vedno tako, kot trenerji se malo v strahu. Takrat moraš zapreti oči, zaupati sodelavcem. Za njih je težko. Mentalno. Gami je lažje, mentalno je težko. In tu ni popuščanja. Lik zaradi tega, da se formira karakter. In jaz sem bil čisto proti, vse z žogo, delal na temu in vse te tabelce, vse te stvari in se vračam k temu, da ne narediš karakterno močnega igralca, če se ne matra. In njim je to muka, zakaj ne izkoristi ta moment? Igralcem je muka, meni je bila, ne vem, ti ko si igral, ne vem, meni je bila muka, kaj zdaj še laufal. Ampak ja, močen karakter, močen značaj in jaz verjamem, jaz tu probam malo vmes narediti, veš, ko je igralna oblika, pa ko se doseže nek zadetek ali točka skozi neke naloge, pol morajo oni zakazati, zdaj 50 metrov morate teči zaradi tega, ker ste izgubili žogo, v narekovaju, Ni kontrolirano okolje. Če gremo v to malo šalo. Ko smo igrali na koncu, mladinci, kadeti, karkoli, daš igro nekaj na koncu, pustiš prosto igro. A normalno, a je možno, da ti dobiš gol v igri in da si ti 60 metrov od gola? A je to možno? Za me je nemogoče, nespremljivo. Kako je možno, da ti igraš na 60 metrovskem prostoru, dobiš gol in si 60 metrov od gola? In sem postavil to pravilo, da vsakič, ko dobiš gol, moraš šprintati in se dotakniti svoje stative. Glede, ko si več boš šprintati. Ali si prej, ali boš pol. In izmišljal sem se jaz stvari, da bi te fantje dojeli, da je boljše biti malo bolj nazaj. Ampak to je za mlade, za formiranje. Pri članih, če ono stane gor, veš. Če ti prej ne pripraviš. Jaz sem pač na koncu si igral na 2 gola in ko si ekipa, ki prejme zadetek, v trenutku, ko si dobil zadetek, šprint do svoje stative. Pa to je rizično iz vidika, da zdaj na trujeno telo nekdo še nekaj šprinta. Ampak ta voljni moment, tak in tak tam bomo... To imamo isto zdaj skozi diskusijo. A je potrebno, če sodnik vidi, da je nekdo pol metra offside, da mora čakati, da narediš 30 metrov šprinta v zadnji... A to tebe nervira? Ja, ne vem, no pač. Veš, zakaj mene to nervira? Ker ti si v 85 minuti, vsi so kisli, ne morajo več, glikogenskih zalog ni. Jaz sem igral srednjega branilca. Meni bi se zmešalo, da jaz vidim, da je 5 metrov obseden, da jaz moram za njim teči. Da dvignijo, če si siguren. No, pusti zdaj tiste, ki mene moti to. Ko so prehodi, jaz tudi razumem, ampak vsi vidijo, da je 1 meter, oni naredijo 30 metrov šprinta, pa narediš še kao, da usvojil si žogo in igraj naprej.
Ampak ti tu nisi v prednosti, ampak ok, to... Ne. Da te fintira, pa da je odigra nazaj povratno, pa ti moraš še 20 metrov dvigniti linijo, pa potem je še enkrat v offsideu, pa te spet fintira, pa da nazaj, pa še enkrat, nikoli ne zaključi. Tak in tak, če veš, da je v offsideu, bi si jaz rekel, kot Brina, spusti ga zaključiti, se bo offside. Ne vem, če bi trener to prenesel. Ok, da gremo mi da tu naprej. Ti si se znašel vmes tudi potem, kot glavni trener si se znašel kot pomočnik Vanolijev, tu v Kopru, konkretno. Koliko je tebi ta vloga, vse je eno, da ti pripravljaš vse in potem deliš naloge, čeprav tu bi te še moral vprašati prvo, koliko imaš zdaj stafa pri mladincih, ko si rekel, da smo precej bližji članom tudi potem. Ja, tako da zdaj situacijo v mladincih imam zelo, zelo dobro. Moram pohvaliti klub po tem priložnosti. Jaz imam na razpolago ob sebi pomočnika, trenerja vratarjev in kondicijskega trenerja. Tako da jaz plus 4 smo skozi na igrišču, za določene stvari, če bi imel potrebo, lahko dobim še enega, ker imamo enega tako letečega v klubu, tako da bi nas lahko bilo načeloma, če bi želel 5 na igrišču. Medicinski del? Medicinski del, mi imamo Bonifiku blizu, imamo vedno nekoga v hiši, zdaj prav na igrišču konkretno ni nobenega, da bi pokrival, ne vem, ki bi jih mogli imeti 6, ampak smo zelo blizu pozicionirani in za karkoli se ga gre iskat, pride ven. Ampak vi imate potem, se pravi, medicinski del ni samo ločen za člane pa mladinsko šolo, ampak ste vi pomešani. Ljudje, mislim, medicinski del je eden, imamo pač tudi vodjo medicinske službe, gospoda Darkota Čačiča, in spodaj imamo fizioterapeute in vse skupaj. Razdelijo se, kdo bo danes pokrival mladinski del, kdo bo danes pokrival člane, ampak to koordinira tam. Mi imamo vedno, če se karkoli zgodi, lahko fanta napotimo, v najslabšem primeru odnesemo do tam in potem se da naprej. In performance team skrbi za ta del. Imamo tako ljudi, ki potem skrbijo za njega. Okay. V glavnem, to je zdaj res zelo blizu že, to že kar presega. Tisto, kar sem bil navajen, je to zelo blizu. To pomeni, jaz ne verjamem, da si to lahko privošči ena ekipa, pa zdaj ne bi rad govoril čez druge, ampak tretjeligaška ekipa ne bi. Zelo težko. Zelo težko. V Izoli sem takrat za ciljem, da bi šli v drugo ligo, pa si tega nisem mogel privoščiti. Danes nogometni klub Koper iz tega vidika je zelo organiziran in mislim, da podobno situacijo imajo tudi kadeti. Ena oseba manj tega 5. letečega, verjetno malo manj ponudcajo, ampak ja, zelo. Kar pomeni, tu že praktično na neki polprofesionalni ravni delujete, ne? Prej sestanek, delite vlog, verjetno že prej razporediš naloge preko maila, kdo bo kaj se bo delalo. Mi uporabljamo, vse se sme delati reklamo, mi uporabljamo eno platformo, ki je meni zelo priročna in zelo uspešna, XPS, ne vem, če jo poznaš. Platforma, kjer pač za mene, za moje delo je pomembno, da jaz ločim vaja pa drill. Pripravim si že nekaj let, imam vedno pripravljen za ekipo, ki jo prevzamem nek model igre, game plan, kakorkoli zdaj hočemo to klicati. In znotraj tega, kar si mi želimo, je tam vse, sodelovcem to podam, ker kakšenkrat se znajdeš tudi za sodelovcem, s katerim nisi dal. Če si on to prebere, je tam zapisano vse, kako bi želel, da se izpelje prehod, kako branimo v srednjem bloku, kako branimo v visokem bloku, kako nek okvirno, zelo okvirno nek načrt. In potem enkrat na teden naredimo tedenski plan. In v tedenskem planu si razdelimo, ok, ponedeljek bomo to, torek to, kondicijski trener zdraven, jaz zdraven, katero vsebine rabim, trener vratarjev zdraven, koliko jih boš imel v ponedeljek, kdaj jih bom rabil v torek, kdaj tako. Za trener vratarjev, kaj bomo delali. In vsak svoje pripravi. Kondicijski trener ima še nalogo, da load določi tudi za moje vaje. Ti mu daš vsebino in on določi, koliko boš igral. Ja, to pomeni, on pove svoje želje. Tu bom naredil moč, zgornji del, za fante regeneracijo, jutri bomo naredili moč oziroma moč spodnji del, pa boš imel po pol ure pride ven, pa bi želel, ne vem, velik prostor, veliko število igralcev, ne vem, na velikem prostoru, majhne spremembe smeri, bolj, da smo na aerobni moči. V sredo bomo naredili aerobno moč v prvih 15 minutah oziroma po uvodnem delu. Uvodni del naredi prvi pomočnik, cilj treninga je ta, tako da tudi v uvodnem delu naredi v teh posestih. Kar se zadnje čase odločam, da
ne delam, če se le da, v stafu, ne delam cirkularjev, dinamične tehnike in teh stvari, ampak probam čim več skozi manjše igralne oblike, zato da zagotovim še ta moment odločanja. Jaz vidim, da bo nogomet v bodoče se bomo mogli fanti biti sposobni hitreje in boljše odločati. Ta decision making probamo čim večkrat. To pomeni, bi raje imel eno igralno oblikico v manjšem prostoru, kot je 3-1, kot da bi zdaj nek cirkular Y delal. Z mladinci jaz mislim, da bi tu še šlo in dosegamo dobre rezultate, da smo potem v posesti lahko malček boljši. Je pa težava, da potem tu lahko zgubiš ta občutek za dolge žoge, ker ne, tako malo se pošalim, da ne se včasih ta Pep Guardiola malo zafrknu, pa potem neka dolga žoga in dobimo gol, ker je slabo prečitamo, ker je... Tako da tu si razdelimo delo na ta način, da vsak svoje naredi in jaz dajem pri mladincih svojim sodelavcem svobodo v smislu, ne, da naredijo sami, konkretno Aleksa tudi poznaš, odlično sodelujeva, ampak na začetku tako, se Aleks se bo prepoznal, 15 minut ni bilo 15 minut. Ne? 15 minut imaš za to. Tu se razlikuje mladinski pogon od članskega nogometa tudi, pa če se navrača na prejšnjo. Zelo malo, v članih je zelo malo uvodnega dela, zelo malo. Hitro se pride na glavni del, na srednji del, vsebine, nimaš časa. Mladinci ga imaš malo več in tako da, ko daš pomočniku svoj moment, da svoje vajce naredi in tako. Tako kot je Aleks, mu ni nikoli zadosti tako. Zdaj vam tako prvo zadevo. Ali imaš ti problem, da te bo nekdo podil z igrišča? Ne. Okay. Ker to je rečemo prvi faktor, ko je zelo pomemben. Večina trenerjev imamo uro pa pol, od zadnji te že na črti nekdo čaka, tako le ti dela, majstere. Za to novo ureditvijo ste lige je bila ideja v klubu, da bi se mi približali mladinci, ker so zdaj samostojna liga, da bi se približali članski ekipi, da bi bila kot neka B ekipa. In da bi lažje tudi potem prehodil v član. Kot si danes ugotovil. In kar je meni pomembno, da pred mano nima noben treninga. Da ti normalno postaviš. Da jaz postavim lahko vse, da tisto urco in pol, urco 15, urco 45, ki mi rabimo, lahko normalno treniramo. Težava v prejšnji ureditvi je bila tudi ta, verjetno imajo še danes kolegi spodaj, da pač ti, ko prideš gor, imaš 1 uro in pol, takrat moraš vse postaviti. Še po možnosti, če si sam, če nimaš sodelavcev, ne. Iz hitro trening iz ure in pol pride na uro. Ampak res moraš biti sposoben in priden. Predstavljati in tako naprej. Pa polovico igrišča, pa veliko nekih omejitev. Pa malni kontrole vmes in tako. Tako da mi tu imamo... Zdaj bi jaz kar tu nadaljeval, bomo pol šla na pomočništvo. Zdaj, če gledamo, ko si ti rekel, zelo hitro se prehaja v glavni del. Kako te, rečemo, danes gleda en trening, ukvirno, verjetno imate neko preventivo, ki jih večina zdaj že vse to dela, ali ne delate tega. Če gremo tako osnovno, iz česa v kaj prehajaš, da potem s čim zaključuješ? Konkretno trening 15:30, fant je v garderobi 45 minut prej. 15:00 preko te aplikacije XPS imajo na telefonu zase preventivo. Iz določenih testiranj lahko vidimo pomanjkljivosti, gibljivost vezana na njihove pomanjkljivosti in vezana na potrebe. Ker če je preventiva, če spremenimo podlago, če iz naravne trave moramo na umetno travo, naredimo preventiva za tetivni aparat za te stvari. Če se iz umetne trave vračamo na naravno travo, naredimo preventivo za prepone, za lože, za te stvari aktiviramo tam znotraj. Vmes probamo najčas za njihove deficite, kdo nima gibljivosti v skočnem zglobu, kdo nima gibljivosti v kolku, kdo ima neke določene deficite. Nekateri, ki so fizično v zgornjem delu malo bolj švoh, lahko naredijo tudi nekaj zgornjega dela v tem pol ure. Ampak oni dobijo na telefončku demonstracijo vaj in plan za njih in ko naredi, morajo odkljukati. To ste vi naredili? Ta aplikacija pomaga k temu in mi imamo izbor naših vaj. To pomeni, mi vajo posnamemo s kondicijskim trenerjem, pokaže, da je demonstrira vaja, normalno je napisana, opisana in v videu pokazana. Tako da normalno te vaje, potem ko se jih fanti naučijo, verjamem, da ta program niti ne gleda več videa. Ampak normalno, imajo nek video, ker lahko dobiš fanta novega, lahko ti nekdo prije dol, ali pa pride do neke nove poškodbe ali pa nekih novih težav, ki jih potem skozi te preventive. Potem, to je zdaj pol ure. To je pol ure
in oni morajo 5 do biti v garderobi. Takrat jih mi poberemo, mi smo že bili tu, malo krožimo, malo naredimo briefing, se zmenimo okoli treninga in konkretno. Potem pridemo ven in naredimo neke vrste aktivacije. 2 krogca, malo te gibljivosti, malo te stvari, da se aktiviramo in potem probamo čim prej, odvisno, koliko so utrujeni, kateri dan v tednu je, ta uvodni trening, ponavadi po Friday ima to aktivacijo in ta uvodni del malo daljši. Drugače to probamo narediti v 15 minutah in potem, če se le da, pridemo na neko manjšo igralno obliko z manjšim številom. Odvisno zdaj, koliko intenzivnosti hočemo, koliko tle bomo dali velik prostor, koliko ne, koliko bomo tle coachinga delali, da jih bomo potiskali ali samo skrbeli za to, da ta žoga ima dober pretok. In potem imamo v tem glavnem delu imamo neko rdečo nit, konkretno danes smo delali tole direktno igro, ker smo imeli manjše število igralcev, to pomeni smo zožali prostore in smo igrali proti naprej. Igra proti naprej in smo naredili eno posest 4x4 in smo imeli 6 sklopov po 2 minute in zredno intenzivno z igro naprej, s tranzicijami, brez pauz, ker pauza je tisto, kar si ti na zunanjih igralcih na teh jokerjih. In potem smo imeli neko igralno obliko, ki je bila 4x4 plus 2x2. To pomeni, 4 so šli direktno na zadnjo linijo in zadnja linija po vzeti žogi je mogla biti direktno naprej na napadalca in napadalci so se tam mogli znajti 2-2 v smislu srednji napadalec in druga špica oziroma ofenzivni vezni so mogli najti razpored, igro s hrbtom in tam smo delali. In tu smo dali veliko intenzivnost, ker je bil ta del, ki smo ga delali zelo kratek. Na koncu nam je malo zmanjkalo časa, da bi jim dali 6x6 proste igre, zaradi tega, ker je bila na tekmo, smo imeli ogrevanje, tako da smo to. In tako imamo... Danes so praktično 2 ure bili igralci aktivni. Vsakič, jaz sem jim takoj povedal, več ali manj so... Jaz sem probal dvigniti čas bivanja v klubu. In to sem tudi povedal in tudi sem povedal, če bo kdo imel težave v šoli, karkoli ideje, da tu se lahko kaj zmanjka. In po koncu treninga oni imajo razbremenitvene, še 15 minut. Ampak jih probam Kaj to pomeni razbremenitvene? To pomeni, da ima, če smo bili na umetni travi, da ima valjenje po hrbtu, da razbremeni tole hrbtenico, da naredi malo stretching. Valček ali... Odvisno, določene vaje so zdaj, vse konkretno ne vem, točno na pamet, ampak oni imajo potem še cool down, da rečemo tako. To ohlajevanje, gor imajo pač, Koper ponuje to strukturo, da greš gor v fitness, da se malo raztegneš, da se malo povaljaš, da če želiš še karkoli narediš. In če kdorkoli od njih ima kakršnokoli željo, bi rad nekaj delo dodatno, karkoli da je, dobi skozi to aplikacijo vedno program in ta aplikacija nam potem po vsakem treningu zapišejo svoj load, ta RPE, in imajo injury form, če se karkoli zvečer počutil, karkoli da je, takoj napiše, označi del telesa, koliko kaj, in napiše, sem se zbudil z bolečinami v hrbtu, ko se preklonim, ko se dvignem, ne vem, ali pa sem se zbolečil z bolečino v koleno, takoj kondicijski trener pokliče, vpraša, pove, treba kam napotiti. Tako da imamo, da jih probamo učiti, da skrbijo za sebe. Vsako toliko, kakšno vprašanje. Ta program je plačljiv ali kaj? Da. Aha, okay. To ima klub ali to imaš ti? Jaz si to sam. V klubu resno razmišljajo o tem, da bi ga, mislim, da je celo takrat, ko smo z Zoranom Zelkovičem to nastavili, on je imel nekega svojega, je videl, da je tam več možnosti, je pa tam malo dražji. Tako da za enega tisočaka na leto ga ena ekipa dobi. No, okay. To je pač nekaj, kar jaz jemljem kot uložek v sebe, ampak mi za sodelavci tako lažje delamo, lažje funkcioniramo. In v tej platformi imam jaz drile za svojo vajo in razdeljeno za fazo branjenja, potem imamo, ne vem, branjenje v nizkem bloku, proti pritisk, branjenje v srednjem bloku, branjenje v visokem bloku in tam so vaje, ki se ponavljajo. Nisem si jih želel nikoli ponavljati, vedno sem mislil, da sem dolžen fantom nove vaje in me je prepričal, ta sodelavec, ki je bil danes, je rekel, nova vaja, nova razlaga, zguba časa, te stvari, je rekel, vi tle v Sloveniji igrate to, ne, jo kličete vi ševa, zakaj tega ne menjate? A tega igrate 100 let in je vedno v redu. Tako da mi je malo... Ti igraš. Kličem jo ševa, kadar želim, da se sprostijo. Drugače so to posesti in potem je čisto drugo. Če vam ne rečem isto stvar, da rečem posest 6-2, so fanti že aktivirani, da delajo. Če rečem, igrajte ševico, oni se bojo postavili 6-2 in se bojo zabavali. Tudi to mora biti. Ok, dej tu, če mi lahko še tvojo idejo tega tedenskega cikla. Zdaj, ti jih imaš praktično vsak dan, kolikor jaz razumem, dobre 2 ure, da so ti na klubu aktivni.
Ja. Kar pomeni, zraven je še fino, če je še vsaj pol ure, kjer so sproščeni v tej neki neformalni komunikaciji in ostalih stvareh. Koliko imaš ti pa, rečemo zdaj, to ciklizacijo razdeljeno, ker to je meni tudi na koncu vedno zelo zanimivo, da vsak neki malce drugač, pa malce drugače obremenitve. Vi trenirate vsak trening z GPS-i tudi? Ne, mi nimamo GPS. Vi nimate, samo člani imajo? Samo člani. Aha, okay. Pomeni... Ampak vsem verjetno nekje približno veš, koliko boš imel časa glede na izkušnje, ki si jih delal. Probamo tako, iz vidika loada, iz vidika obremenitve. Probamo dobiti, rečemo v klasičen teden. Tekma, match day, komu zdaj rečem, match day plus 1 ponovadi damo fraj. Moja ideja je, da je nekateri zagovarjajo, da bi naredili regeneracijo, pa da bi dali drugi dan fraj. Ko jih sprašujem... To je zelo različno. Ko jih sprašujem, zakaj, mi rečejo, zato ker si drugi dan po tekmi najbolj utrujen. Ja. Jaz, tako mal kmečki fan sem, jaz sem najbolj utrujen po moje takoj po tekmi. Čez en dan sem malo manj utrujen, čez 2 dni še manj utrujen. Razumem pa, da se takrat v telesu sprožijo neki določeni procesi in da je lahko takrat so vlakna mišična pa ovojnica malo bolj zakrčena, ker to sproducira, pa ne vem točno vse povedati. Ampak mi smo naredili tako, da se odpočijemo dan po tekmi in potem naredimo, rečemo match day plus 2, drugi dan, če rečemo, da je bila nedelja tekma, ponedeljek so fraj, v torek naredimo uvodni trening. Uvodni trening ima malo daljši ta uvodni del, kjer kognitivno ne dvigujemo preveč, ampak se pogovarjamo in gledamo analize prejšnje tekme in probamo odpravljati napake. V tem smislu, da ampak niti ne delam toliko na prejšnjih tekmah, ampak vzamem na znanje, če kaj se pogovoriti, se pogovorimo, če kaj treba zanaliziramo v tem uvodnem delu in potem imamo ponavadi večje prostore, osnovne naše principe. Pol pridemo v sredo, če je tekma spet v nedeljo, ki je ta najvišji del, ker bi mi mogli zagotoviti, če bi se dalo, dražljajo tekme ali pa celo po možnosti še malo čez, če bi tu šli. Tako da tu dosegamo ta nek, ko rečemo, vrh temu in potem spustimo v četrtek, kjer pa kognitivno priprava na naslednjo tekmo damo največ. Okay? Damo največ. Tu pravimo dati, čeprav so lahko kdaj pa kdaj malo bolj utrujeni, pravimo pripraviti tekmo, rečemo, faza napada. Da rečemo, da je to kognitivno najbolj zahtevno za nasprotnika naslednjega. Tu dajemo določene vsebine, se bomo odločali, ali bomo zdaj mi vadili ta izhod od vratarja, ali bomo vadili srednjo cono, ali bomo vadili nekaj. Potem pridemo v tem, ko še malček spustimo, ampak tam spustimo volumen, probamo podvigniti intenzivnost v ta petkov trening, da potem tam delamo malo faze napada, malo faze branjenja, ponovimo izhode, karkoli ideje v tem smislu, tisto, kar pač mi rabimo. In potem imamo to soboto, ki je na nek način zelo nizek load, ker potem pridemo do teh prekinitev in te stvari. Prekinitev još mogo že v četrtek je narediti, ne? Ja. Ampak to je zdaj klasika. Em je pa tu normalno. Naše trenersko razmišljanje, ko lahko stvari določene obrnemo tudi na glavo, oziroma si celo rečemo, da ta teden ne bomo imeli ko pridobivamo acquisition, ampak lahko tudi naredimo teden, da ne naredimo tega vrha, ampak delamo, potem si vzamemo, na 4 tedne si vzamemo teden, ker jaz jim rečem mojim sodelavcem, ki že delajo z mano, da bi zdaj hotel malo pohitriti ekipo. Tako. Dajmo pa zdaj več teh visokih dražljajev, hitrih gibov, nizek volumen. To mi daje potem glede na tekme, ki bi mi lahko rekli, da so bolj zahtevne, pa so nam pomembne, pa bi želeli. In tam dajemo manj informacij, hitre dražljaje, tako, malo da jih. Zato, ker je to še vedno mladinska liga in še vedno jaz razmišljam, da ne glede na rezultat oni morajo delati. Ampak enkrat, 2krat na pol sezone dam tak teden. Malo bolj najzi. Jaz zdaj z Mariborom v gosteh, oni so prvi, malo mi pohitri. To že oni že vejo, da je to. Da zdaj ne bomo lovili. Koliko si pa kaj s fitnessom, pa z videoanalizami, pa sem tem, rečemo, koliko obremenjuješ ekipo? Obremenjuješ jo na rekovaju, ne? Naprimer,
kondicijski trener, katerega bi v tej priložnosti rad pohvalil, zelo mlad fant, ki ga kličem doktor, ker po moje ve veliko stvari, pa je res mlad fant. Ve vse, tako moje mnenje, tako imamo njemu, res. Edi Zuga, nevo, da mu naredim malo reklame, ne, je posebna zgodba, ampak je res doktor, specifičen fant. On poskrbi za to, da je to vse gor. Ne? Loadi, treningi, testiranja. Mi delamo pač moči, zadnjič tako za šalo je bil tam deadlift, ne, mrtvi dig, in pride kondicijski trener, tale, ki skrbi za poškodovanje in dela, a so bili naštelani gor? Sem rekel, ne, zakaj? Kdo to dviga? Sem rekel, Žabkar. Ne, Žabkar je naš najmanjši, imaš 40 kg. Sem rekel, Žabkar, prid. Ma ne, da se bo zlomil. Mi smo že dosegli do tega, da fantje dvigujejo, rečemo, iz vidika moči, kar resne, ampak zato smo rabili pa 1 leto s temi fanti. Ker je pa podlaga to, da bi pač trening moči, mislim, da se ga spodaj malo zanemarja. A to je moje mnenje. Potem, kaj vedo več povedali kondicijski trenerji, jaz mislim, da... enkrat povabili pa bom. Ja, on bi znal veliko tega, ampak mi... Pa se vam pozna na hitrosti? A fantje so... Prišli smo v situacijo, ki smo imeli veliko mišičnih poškodb predtem, mogli smo to prvo sanirati in se jaz razumem. Vsako, ko prevzame ekipo, pa jaz ne želim biti tak, ampak v mojem stafu bojo vedno vsi rekli prva stvar. To si rečem. Slabo so pripravljeni. Mi smo probali, zame je to neumnost, ampak mi smo probali... Drugače so pripravljeni. Ja, mi smo probali zagotoviti to postopnost, ki so v rabi. Začetku smo delali ful malo, ampak probali smo, da ne prije do tega pretreniranosti oziroma tega overloada, ker pri teh fantih, ki imajo, ta RPE nam je pomagal, oni, da smo jih naučili, glej, povej, koliko si utrujen, ne glej ti treninga, kaj smo bi danes delali, danes ti ne bi smel biti utrujen, pusti ti to. Jaz te ne bom ocenjeval po tem, koliko si ti utrujen, ampak lahko preprečimo kakšno sitnost. Če mi vsi dajo 5-4, 5-4, 6, 5-4, 5, ti mi daš 8, s tabo je nekaj ni, lahko si ti malo bolan, lahko malo slabo spiš, lahko karkoli. Tako da iz tega vidika smo probali zmanjšati te poškodbe in potem priti do tega, da bi lahko naredili enkrat en resen trening hitrosti, en resen trening moči in danes prihajamo do tega, da lahko mi v nekem trenutku naredimo en resen trening moči, tudi en resen trening laktatnih vsebin. Mi lahko, veš, za fante je čudno, mi pridemo ven in naredimo, se nam je že zgodilo, da smo prišli ven, naredili 10x200 metrov, ampak v času tako, da je skoraj da ti hodi gor in je to bil trening. Za njih je to nenavadno. Kaj smo s tem pridobili? Za mojega kolega kondicijskega trenerja bi rekel, da je on dosegel svoj vrh, da je on prišel, da je lahko pripravil fante do tega treninga, da so to naredili v teh časih, v teh rokih in brez odpovedi, brez nekih poškodb, brez nečesa drugega. Danes bi lahko rekel, da že vemo, da mišica, ki je natrenirana, ki lahko, da so šprinti danes verjetno najvišja oblika preventive, če se ne motim, da bomo zdaj hodili druga, ampak jaz jim pač zaupam in tu mi dajo veliko močno, sodelavci mi dajo veliko moč. Ja, ampak jaz vidim, da še vedno se zanemarja predvsem trening fitnessa. Najbolj zanimivo je, da moč se 50% dana trenirati. Hitrost se ne more toliko veliko natrenirati. Je pa hitrost skrita v moči noter in zato sem te prej vprašal, a ste kaj opazili že razliko tudi v hitrosti, ker normalno, ko ti narediš moč, pa pol preživčiš mišico, se pozna potem tudi na hitrosti, na samozavesti, na duelu, na vse vsot, ne? Se pogovarjava, hitrost se ne da natrenirati, jaz se strinjam, ker tu pač doktrina pove svoje. Ampak pravijo genetika. Samo se da natrenirati znotraj določenih drugih vsebin, ker na koncu ne bi trenirali šprinterji šprinta, pa natrenirali. Ne? Evo, jaz potem to izkoriščam. Normalno, ko fant doseže svoj maksimum, ti tega maksimuma za koliko lahko dvigneš? Ampak naši fanti iz hitrosti ne dosegajo maksimum. Mi smo delamo testiranja za celice. Mi nismo imeli niti enega, mogoče 2 fanta, ki sta prišla nad 30 km/h. Niti 2 fanta. Ma to ne govorimo, da je slabo delo za nazaj, karkoli. Tako, taki so bili rezultati. Po enem letu z njimi imamo 2, ki že prideta do 33-34 km/h. In imamo pa veliko večino fantov, ki so že nad 30. To pomeni,
oni so imeli potencial. Ne? Genetsko verjamem, da oni so sposobni še več. Ampak če ti tega ne treniraš, ker potem, jaz se malo pošalim genetika, ja, da punca, ne? Isto stara kot ti, pa ti. Genetsko si ti verjetno fant, močnejši, tudi hitrejši. Kaj pa, ko podaš, pa na 100 metrov atletinja, da ga pusti za 20, kaj pa potem? Kje je tle genetika zdaj? Ja, hitrost, moraš trenirati. Trening je na koncu tisti, kar je. Jaz zagovarjam k temu, da mi, pa naj mi kolegi ne slišajo vsi skupaj z mano reči, treniramo te fante premalo. Če so kakšne vsebine, ko se ti zdi, da bojo nujne v prihodnosti, že pri mladincih ali pri kadetih. Rečemo, preden smo midva začela snemati, sem še z Radetom govoril, ko so šli ven na trening, ne, pa je rekel, mi ful zanemarjamo, rečemo, psihologe v Sloveniji, ne, še vedno. Pa je ful zanimivo, glede na to, koliko tujina je pa redna zdaj. Ker je rekel, da se je bil gor v Dortmundu, ne, in koliko je, rečemo, bilo pomembno, da so samo opazovali neke mimike igralcev na terenu in tako naprej. A ti vidiš, rečemo, tu ali še kje drugje, da bomo mi morali še nadgraditi za to, da bojo naši mladi hitreje ali pa lažje dosegli potem tudi nek ta članski nivo nogometa. Glede na to, da zdaj že imaš zelo veliko noter pospravljeno, ne, če tako rečem, v procesu. Če se naslonim na psihologijo oziroma na ta psihološki vidik posameznika, sigurno imajo naši fantje deficite tudi iz tega vidika. Najverjetneje jih jaz, velika večina teh ne znam prepoznati, ker nisem isto izobražen, oziroma nekaj mi je šolanje teh osnov dalo. Zdaj, s čim se jaz največ iz tega psihološkega vidika ukvarjam, da željo po uspehu, ne, tako, gradim, ne, spodbujam in zmanjšujem ta strah pred neuspehom. Jaz mislim, da tu mi lahko veliko naredimo. Ker fantje, tudi če mi nimamo imperativ rezultata, si ga fantje postavijo. In ga postavi, ne vem, gledalci, publika, lestvica, karkoli da je. Glej, želimo si zmagati, valjda si želimo. Naredili bomo vse, ampak ne vemo, če bomo v tem uspešni. Iz tega vidika, normalno, da bi te fantje rabili še dodatni support. A zdaj mi imamo vse toliko poštimano, da bi rekli, da je zdaj to na vrsti, ali bi to moglo biti na vrsti pred drugimi stvarmi, tu jaz ne vem. Tam, ko imamo težavo s kakšnim fantom, ko ne more, rečemo zaradi določenih, ne vem, osebnostih stvari ali pa kakorkoli da je, ko ne more funkcionirati v skupini, takrat se vključijo najverjetneje tudi izven in tega in se tem fantom pomaga. Ampak če je fant v okvirju, mislim, da mi v klubu nimamo te osebe, pa bi si jaz želel tudi sam delati s psihologom, športnim psihologom. In ti povem še to, da sem ga v tisti generaciji 98, kolega, ki je študiral športno psihologijo, vključil zdraven, ker je želel imeti on sam izkušnje. In je 1 leto delal z mano, tako, kadar je imel čas, ni bil profesionalno teleplačan, in je neke stvari z njimi podebatiral in mi dajo določene zelo zanimive povratne informacije, ki so se skozi čas potem v teh fantih pokazali za pravilne. Pa verjamem, da je ta fant bil tako čisto na začetkih svojega dela, ampak je imel že on dovolj znanja, da bi to lahko. Tako kot danes vsi rabimo kondicijskega trenerja zdravja v svojem delu, jaz mislim, da verjamem, da bomo jutri rabili tudi psihologa v svojem delu, ampak da za to mogoče rabimo še nekaj časa, ker seveda za zahodno ali pa za temi večjimi klubi mi pač cepetamo za njimi. Ampak danes je standard višji, kot je bil 10 let nazaj in verjamem, da bo čez 10 let višji. Tu mislim, da je iz tega vidika, da je to zelo pomembno, da bi to imeli. Kaj bo, kakšen bo profil nogometaša v bodoče, bo po moje sprejemanje odločitev, jaz mislim, da bo tu največja razlika. Jaz iz kondicijskega vidika ne verjamem, da bo naredili nekih gromozanskih napredkov. Mislim, da smo že na nekem vrhu, ne vem, kaj bi se lahko zgodilo, ampak da tu bomo delali. In da te bo taktično, bo bil igralec, bodoči igralec bo taktično bil perfekten in sprejemal bo vrhunske odločitve. Tako da je, tehnično smo že na visokem nivoju. Moderni igralec bo mogel imeti radar v glavi. Jaz mislim, da bo točno tako. Jaz mislim, da tudi tlele gre največ. Poslušal sem enega gospoda iz Red Bull Salzburga oziroma iz te grupe Red Bull, ki je točno to povedal in sem se z njim strinjal. Oni bojo v še manjšem času še hitreje, še boljše odločitve sprejemali. Na temu je še veliko rezerv.
Veliko igralcev še od branilcev do mogoče teh defenzivnih holding midfielderjev, ki bi lahko še boljše rešitve imeli. Take, kot jih mogoče danes imajo kreatorji igre, te stvari, da bo več kreatorjev, da ne bo 1, 2, ne. Se bomo mogli zdaj igralne oblike izmišljati take, kjer bo on moral vse čas čekirati, kak je prostor. Ja, tako da... Ali pa tok šablonsko imeti igro narejeno, Koliko časa po tvoje smo rabili, da smo naredili igralno obliko, kjer smo srednjega branilca in ga učili iznositi žoge v vezno linijo. Jaz mislim, da ko sem jaz bil branilec 20 let nazaj, da si nisi pomislil, da si to naredil. Danes jaz učim srednjega... Sam prvemo do sebe, ti si naredil svoje. Srednjega branilca, da iznese žogo v vezno linijo in kako se mora obnašati kot vezist potem v tistem trenutku, dok se ne vrne na svojo pozicijo in kdo to nadomešča, če bi bilo za to potreba. Ali pa prevzamemo riziko, pa smo tam 2 na 2, kaj smo? Se imamo mi žogo, pa v tem mora biti dovolj dobri. Tako da verjamem, da bo tudi srednji branilec, tudi danes že zunanji branilci, pa sploh danes jih obračajo notri v veziste. Vsi so že malo bolj kreatorji, kot smo bili včasih. To me zanima, kaj bo naslednja sprememba v pravilu nogometne igre, ker vsako pravilo potem ponovno redefinira na način in treniranja in igranja. Ne. Pa tudi to, da je zdaj 5 menjav, dviguje ritem sigurno igranja in daje večje možnosti, tako da sigurno se bojo vrh tisti, ki skrbijo za nogomet, spomnili še kaj takega, da nam bojo dali novo kost zaglodati. Okay. Zdaj se gremo mi dva s tem, da ti povem, da smo pri konc tekme, gremo v podaljške. Ampak vsem, zanima me, kak si ti sprejel vlogo pomočnika po tem, ko si že bil nekaj časa glavni trener, zakaj si se odločil za to potezo in predvsem pol ta del, koliko je ta italijanski način razmišljanja, a ste vi Primorci bliže temu, ker jaz, ko gledam vsem, je razlika, v kateri regiji se jaz pogovarjam s trenerji, vsi malce drugače delujemo. Ne? Če ga rečem, ta štajerska, koroška, mogoče malo bolj to avstrijsko-nemški način, vi Primorci malo bolj vsem tu delujete v smislu Italijanov, da ne rečem, da mogoče Dolenci malo na hrvaški idejo igre. Ne? Na začetku, kak si se odločil, pa zakaj si se odločil? Odločil se pač, imel sem to možnost se odločiti, ampak v bistvu je bila potreba. Takrat je bilo to, da je v Koper se vrnil gospod Vanoli in da po njegovem odhodu takrat, mislim, da je takrat sodeloval pomočnika, ne spomnim se točno, koga je imel, ampak ko se je vrnil, so rabili novega pomočnika za njega. In jaz sem bil edini tak, ker poznam dobro italijansko in so rabili tudi prevajalca, tako da sem jaz takrat prišel in pristopil na pomoč klubu in gospoda Vanolija, niti ne vem, če sem bil njegova želja ali ne. Sem takrat prišel in pomagal klubu, ma nisem se počutil še pripravljenega, ker sem bil še sorazmeroma mlad, za to neko zame kar precej odgovorno delo. In malo sem se pozanimal, malo sem se povprašal in en dober prijatelj mi je povedal to in to si držim za sveto. Glej, če se odločiš, da boš bil pomočnik nekomu, potem je tvoja naloga, da si njegov najboljši odvetnik. Spucaj glavo, okay? Probaj priti v njegovo glavo, vprašaj, kaj si on želi in bodi njegov učnik in njegov najboljši odvetnik. In Vanoli takrat v neki javnosti ni imel nekega slovesa, nekega napadalnega nogometa, celo nekaj kritiko je imel, kot v vsakem trenerjih imamo. In jaz sem malo tako, bi ne bi, jaz gospoda nisem poznal in smo začeli delati skupaj. In on je od zelo hitro mi je dal veliko svobode. Čutil sem njegov suport. Nenavadno za me. Jaz sem se imel še za zelenega. Ekipa je bila sorazmeroma mlada, potencial zelo velik. In jaz sem bil vedno in povsod prisoten, ker sem mogel prevajati. Zelo malo ljudi, razen takratnega kapetana Ivice Gubreca, danasnega športnega direktorja, mogoče doma na Črni Gojanšek par, ki bi lahko on direktno z njimi kontaktiral, v pogovoru s predsednikom, v pogovoru z športnim direktorjem, v pogovoru z igralci, vse skupaj prevajati. Ma ne prevajati, kaj je on povedal. Kaj je on mislil
In kako se je on počutil? Izredno, izredno zahtevno. In tu sem po mojem največ pomagal. Tu, da sem, ta jezik mi pač gre. Se pravi, si mu bil dober odvetnik. Dober odvetnik in sprejel ga za takšnega, kakršen je. In njega so imeli, in imajo vsi, za defenzivnega trenerja. Nobenega trenerja jaz ne poznam in nisem debatiral z njim, da bi želel igrati bolj ofenzivno kot on. Ampak to, kar je on želel od tistih fantov, tisti fanti po moje, danes ne vem, katera ekipa bi bila, če bi katera ekipa bila sposobna oddelati to, kar je on želel, verjetno bi bili prvaki Evrope, verjemi mi, da on je želel oba beka gor, dva napadalca, izredno visoko in te stvari, ampak Pučko, ki je bil žival, v 60 minuti ga je zmanjkalo. Tako da, izredno energičen trener, veliko sem se od njega naučil, stavkov, ki so mi njemu prišli, vedno daj najboljši igralce na igrišče. Kvaliteto, to pomeni, ja, imaš sistem, imaš nek svoj način, ampak kvalitetni igralci delajo razliko. Okay? To. Glavna figura za italijanskega trenerja je vedno predsednik. Predsednik naredi to, kar ti rabiš. Predsednik ti pripelje igralce. Predsednik, on je zaljubljen v ta klub, bil, verjetno še danes, zaljubljen v svojega predsednika, ki mi je dal to možnost. Tu in sodelavci. Najbolj tesni sodelavcem italijanskemu trenerju oziroma gospodu Vanoliju je bil takratni kondicijski trener, z njim so naredili plane, programe se skupaj. Jaz sem bil zadolžen za na nek način ta tehnični del in za uvodne dele, on je pa delal taktiko in jaz sem bil support. S časoma, ko smo potem bili uspešni, da rečem bili, čeprav je zasluga samo njegova oziroma v veliki večini njegova, bolj ko smo delali, več zaupanja še več sem lahko vplival na nek. Ampak eno stvar sem ga vprašal. In sem ga vprašal, a to sem vprašal tudi svojega kolega Tončija Žlogar, ko sem mu pomagal selektorju, želiš, da govorim ali želiš, da odgovarjam na vprašanje? Nekdo želi, če kaj vidiš, povej mi, ali če te vprašam, odgovori mi. Ja. Oba sta bila za, ne, če kaj vidiš, povej mi. To mi je že dalo prvi znak, da imajo dovolj zaupanja in te stvari in jaz sem tam ob njemu in izkušnje, ki so mi dali to, sem se veliko naučil. Ob igravcih tudi, konkretno s Koprom smo takrat osvojili pokal, igrali predtekmovanje Evropskega pokala, premagali doma Hajduk, 3-2, nora tekma, vzdušje, na koncu v Ljubljani z Olimpijo, prvaki igrali kvalifikacije za Evropsko ligo za Trenčinom, 20 minuta gubili 4-0, na koncu je bilo 4-3, skoraj 4-4. Nore izkušnje, ampak trener, ki je bil izredno zaljubljen v svoje igralce, v svoje klube, izredno preprost v svojem nogometu in čisto nasprotje, kot so ga imeli, želel igrati izredno ofenzivno, potem pa z Olimpijo je to bilo malo lažje, s Koprom tudi, kdaj pa kdaj, kakšne tekme nisi mogel, ampak čisto drugačno. Tako da jaz sem mu hvaležen, izkoristim za to, da sem lahko to ob njemu doživel, izkušnje kot igralec, vse te stvari, ampak preprost. Meni je bilo pri njemu tako všeč, da on ni dosti moril fantov. Jaz, ko sem prišel gor, jaz sem... Bi šel še enkrat z njim delati? Šel bi, ja. Šel bi, zdaj se poznamo normalno, imamo nek poseben odnos, veš, ko osvojiš neke lovorike, te to še dodatno zbliža. Šel bi z njim delati. Jaz si zdaj želim biti samostojen trener, tudi nekaj izkušnje sem imel, ampak bil je zelo blizu nekaj časa nazaj, da bi prevzel ekipo v serije B, mislim, da je bil med dvemi kandidati na jugu Italije in prva stvar, ko se je to pokazalo, me je poklical, me je vprašal, če bi šel zraven. Sem bil počaščen, da pač ima to mnenje o meni, da bi me tudi v tako sredino peljal zraven, tako da nič. Nikoli ne veš. Ja, nikoli ne veš, kar lahko povem. Sam najlepše v najnem sodelovanju, normalno niso pa vedno bili samo lepi trenutki. Dobili smo tudi na nek način odpoved v Olimpiji, rezultati niso bili, čeprav smo bili prvi na tabeli, ampak ni pač znal prepričati tisti ambient. Pa se tebi zdi, da je on tipični italijanski trener ali je nekaj drugač, pa koliko je to drugačno delo, kot ga delamo mi? Ne, jaz bi za tipičnega italijanskega trenerja, če rečemo iz tistih mojih časov, nekoga, ki je oni so naredili masterclass v branjenju. Mi zelo težko, oni so znali dajati proizvajali branilce svetovnega kova. In
Vem zakaj, ker sem imel to srečo delati v Triestini dvakrat, v Trstu, sosednjem Trstu, klub, ki gravitira v 3. italijanski ligi, včasih je bil tudi v 2. in ni možnosti, ti lahko tudi ne vidiš igralca samega in ne daš povratne ali pa strelješ iz mrtvega kota, ni možnosti, da branilci ne delajo elastike, da ne hodijo gor, da ne stečejo, da ne branijo, to je ene terminologije za njihovo fazo branjenja. To je nemogoče, da bi nekdo se šel prevajati italijansko terminologijo v fazi branja. Po mojem angleška se lahko skrije. Pa včasih najdemo izhodišče in v besedah ne najdemo slovenskega izraza za neko angleško besedo, italijanščina je še bolj barvita. Oni imajo milijarde stvari. Pa se tebi zdi, da bi bilo dober del tega upeljati v slovenski fuzbal? Ti to uporabljaš, glede na to, da si dal to čez, ali misliš, da je mentaliteta toliko drugačna, da bi moramo mi vseeno iskati več svoje poti? Jaz mislim, da nisem eno ali sem drugo. Jaz mislim, da so, kaj poznamo, ne? Kaj zdaj govorimo, o 4 fazah. Poznamo fazo napada, a želimo biti dobri v fazi napada. Ja, moramo vedeti stvari, moramo vedeti. Potem imamo prehod iz faze napada v fazo obrambe, želimo biti dobri v tem, to je nek moment, lahko traje, ne vem, pol sekunde, lahko 1 sekunda in pol, ne vem, koliko hoče govoriti, ali je to faza, ali je zdaj sem tu, ali je to faza, ali je to moment. Zdaj, kar bomo rekli, najbolj rečemo, da bo faza, in potem imamo fazo branjenja. Želimo biti dobri. Tlele pri fazi branjenja je zame pomembno, da imajo veliko jasnih navodil in veliko razdeljeno odgovornost. Ker smo se že srečali s tem, da je napadalec na mesto, da je podal svojemu prostemu soigralcu na drugi strani, šel v dribling, zgubil žogo na 90 metrov od našega gola in zaradi tega smo mi gol dobili. Če bi on tam ne bi... Ne, čakajte. On je odgovoren za to, da ni dal tisto podajo. Potem smo imeli mi še možnost prehoda, možnost vračanja na pozicijo, možnost, ne vem, ponovnega branjenja, možnost usmerjenja, možnost branjenja boksa, kot temu rečemo. Imeli smo veliko možnosti, puste zdaj v en moment. Tako da odgovornost, kdo so tisti, ki so odgovorni, dotično, to odgovornost v fazi branjenja, če se na nek način naslonim na Ancelotija, ki je še eden od italijanskih trenerjev, ki je zelo uspešen, pa noben ne reče, da je izredno defenziven. Njegova ena razlaga, ki sem jo prebral, je veliko navodil dajem za fazo branjenja, veliko manj za fazo napadov, ker kaj zdaj vam jaz Vinicius Junior razlagal, da naj stopi malo bolj noter, če se on dobro na tej tekmi počuti malo bolj široko. Tako da tam dajem veliko svobode, dajem pa veliko informacij o tem, kako in kaj bomo branili. Italijani imajo, imam jih tudi jaz, ampak Italijani, ko se boš pogovarjal z enim italijanskim trenerjem, če boš imel to srečo in boste gledali tekmo, če ekipa ne bo igrala dobro, ne zaradi tega, ker se nekdo ni pravočasno odkrival, ampak zaradi tega, ker ta ni našel momenta za izhod na svojega igralca, ta ni našel moment. Oni iz tega črpajo svojo moč. Iz tega. Kaj sem se jaz pogovarjal z Italijani? Iz tega. To pomeni, oni, ko bojo gledali tekmo in ekipa bo igrala slabo, ne bo igrala slabo zaradi tega, ker je bila slaba v fazi napada. Je igra slabo zaradi tega, ker je slabo v fazi branja. Ker tu se veliko troši, ne najde izhodov, nimajo. To pomeni, gremo v minus, verjetno. Če bi spoznal verjetno kakšnega od španskih kolegov, pa nisem dosti sreče z njimi debatirati, verjetno nekdo igra slabo, če ni bil v fazi napada toliko uspešen. Te so razlike med Italijani, po mojem, in med mogoče Španci v tem primeru. Se mi zdi, da mi to fazo branjenja, ali bomo igrali visok pritisk, nekdo in bo imel težave v nizkem bloku, nekdo bo igral ta srednji blok, pa ne bo znal ne gor, ne dol, pa bo nekje tu vmes ostajal. Nekdo bo igral pa rečemo dosti dober v tem nizkem bloku, pa bo imel težave rečemo potem pri prehodih. Malo karikiram, ne? Ampak se mi zdi, da precej težje povezujemo vse te 3 dele, rečemo, glede na poglobini igrišča, ne? Ko jaz gledam rečemo eno italijansko ligo, se mi zdi, da je precej bolj lažje prehajajo iz ene cone v drugo cono, zato da izgledajo še vedno kompaktni, pa da imajo nek smisel. Zaradi tega te sprašujem, a je imel potem tudi rečemo, konkretno Vanoli tu, glede na to, da si z njim delal, precej bolj razdelane ta trenažni del, kako se brani v kateri fazi, zato da bo potem lahko delal tisti konkreten prehod, ko bomo šli v napad. On je njegova ideja
prvotno je bila, da bi 3-5-2 ali 3-6-1, kakorkoli. Njegova ideja je bila, da bi zunanji igralec, zunanji branilec v petorki napadal njihovega beka. To je bila njegova ideja. Zelo visoko, zelo agresivno. Kar je bil ključni moment, da to lahko narediš. V prvi fazi zelo preprosto, sodelovanje v zadnji liniji, premik, kot oni rečijo, šivola, da se pač zdrsneš v tisto smer, narediš premik. Pomembno bi bilo, da od tam, ko se to zgodi, v sistemu, ki smo ga imeli zelo pokrito sredino, zelo zaprto, da oni ne bi mogli obračati strani. Kaj se zgodi, ko obrneš stran? Najverjetneje boš težko s kontrabekom šel, ampak on je to zahteval. To pomeni, zdaj pa, ko je obrnejo stran, tale bek gremo, zdaj pa si predstavljaj, da si v zadnji liniji in ti greš ven. Jaz ne rečem, da je to narobe, da je to prav. Ampak se tu potrošiš. Zdaj, delali smo veliko tega, da če nam ekipe niso mogli, ko smo mi šli v neki shod, v nek pressing oziroma kakorkoli, da smo poiskali nek moment, da bi mi lahko bolj agresivno napadli, in če smo bili takrat v vezni liniji zelo močni in zelo agresivni, če niso obrnili stran, smo mi bili zelo, zelo nevarni, po odvzeti žogi, v prehodu in kakorkoli. V posesti smo pa bili dobri. Če nam je uspevalo, smo imeli dovolj sležine. Ko nam ni uspevalo, je bil problem posesti kateri? Da smo mi se potrošili veliko. Ker tu je zdaj meni ta moment, prepričati igralca, da je to dober, se mi zdi, da je tudi ključno. Ne? To je isto, ko smo se prej pogovarjali. Dva sta bila ta boljša. Veš, kot je eden reče, imamo najboljšega napadalca, dej, nared neki. Ampak, dva igralca, desno Palčič, levo ali Rahmanović ali Pučko, ali do drugi. Ima Pučko v principu. Ista navodila. Če bi šel gledati tekme, če so drugače so igrali. Pučko tekalno izrazito sposoben. Vsakič agresivno branjen, da ga niti drugi niso mogli. Palčo ne toliko, ampak drugače je odigral. Ampak Palčič je prišel do konca tekme. Tudi bil nevaren za gol, tudi nekaj golov je dal. Pučko preveč dosledno bi jaz rekel. Ni spremljal tudi samega sebe, ali zdaj bo lahko ali ne bo lahko. Ali ne. Malo z občutkom. Malo z občutkom, kakšenkrat bi lahko, ne vem, mogoče njegovo delo naredil kdo drugi. Ampak si imel občutek, rečemo, da ga v določenem momentu, da se je igralcem zdelo, da je preveč, ali je bilo to dobro sledenje? Ne verjamem, da se igralcem zdi, da je preveč. Kar igralec skrbi, da bi bil uspešen. Če igralec dobi občutek, da v tem, kar jaz želim od njega, ali pa kar je takrat gospod Vanoli, da mi v teh zahtevah ne bomo mogli biti uspešni. To je. In takrat, kadar razmišljajo, da ne bojo mogli biti uspešni, najverjetneje ta voljni moment malo pade, da nek faktor mi, to pomeni, če vključimo še trenerja, da zdaj mi tu, bomo lahko uspešni, če bomo to delali, pa ne bomo. Jih prepričati v to, da bi bili uspešni, je bilo lažje na momente, ko si ti dosegal rezultate. Absolutno. Potem so to lažje delali, lažje prenesli. A potem ti moraš iti v prvenstvo, moraš normalno za voljo pokala, za voljo Evropske pred nekem zamenjati ekipo. In zdaj Pučko Palčič so to delali na enem nivoju, verjetno naslednja dva igralca, ki sta bila z razlogom, ne vem, njima na klopi, sta to delali na nekem drugem nivoju in tam so se stvari malo zelo, zelo uspešno, kadar je kvaliteta, če gledamo, rečemo, zelo podobno igra Inter danes, zelo podobno igra, ampak oba bočna igralca v 60 minuti ponavadi zamenja. Tako da tu so bile te ključni, te, ki so mogli, ti sredino imaš kontrolirano, imaš tudi močno, tudi lahko imaš izredno dober pretok žoge, ampak na strani isti igralci pač, ko je ritem visok, potrpijo veliko. Takrat, da mislim, da je bilo to ta nek ključ, da smo mi imeli nihanja. Takrat v tem. Ampak kadar so nas stvari šle dobro in kadar smo bili izrazito motivirani, konkretno tekmo s Hajdukom, mi smo lahko gor kar ne vem, si podali tudi 16, tako da so bili fantje, res imam lepe spomine na tisto generacijo. Koga zdaj, rečemo, najbolj spremljaš? Konkretno, kdo te pritegne? Probam spremljati literaturo, tisto, kar se da probam dobiti momente, normalno, malo mi beži na tiste, ki so v tem trenutku najbolj uspešni, pa probaš ugotoviti njihove modele, ampak spremljam Guardiolo, Bielso, Ancelotija, Klopa, vse te, ki so z vrhu, probam iz vsakega nekaj najti, nekaj pobrati, normalno neke taktične ideje, potem pa tudi
izbor vaj za nek določen moment v igri ali za posest, za pozicijsko igro ali za tranzicije ali karkoli ideje, da vidim neke njihove ideje. Naprimer, konkretno v zadnjem obdobju, ne, ker so Italijani izredno defenzivni trenerji, tako malo preučujem De Zerbija, ker je izredno defenzivni trener. Koga pa za prekinitve zdaj, da boš boljši v prekinitvah v drugem delu? Zdaj mi je tako, blizu izhodišče, ker nisem mogel iz tega, blizu mi je izhodišče, ta webinar, ki je zdaj začel krožiti malo okoli o De Zerbiju, sem ga jaz dobil preko mojih prijateljev, takrat iz Kovrčana, že nekaj časa nazaj. In on pri teh skrajšanih kornerih oziroma pri teh predložkih iz strani se je zdaj v eno obdobje vedno dvigni linijo, pedi gor, puše prostor za sabo, da bojo obsajdu, pedi stran od gola. In on imel neko posebno razmišljanje, da zakaj bi on puščal prostor za svojim hrbtom. Normalno, če ima dobre skakalce, se spusti malo nižje, da ni prostora med branilci in golmanom in od tu napada žogo. Zakaj bi na nek način puščal nek prostor, ki bi mogel na nek način regresivno braniti, to pomeni branjenje, kadar tečeš proti svojemu golu, zakaj ne bi konkretno progresivno branil, da bi napadal žogo naprej, na skok in te stvari. In razmišljam resno, da bi se z vratarjem najprej in z trenerjem vratarjev pogovoril v tej situaciji, potem z fanti, da bi na ta način provali, da bi mogoče predložke strani branili ne na črti 16 kot je običajno, ampak šli na penal, malo nižje, pa tam provali dobiti skok. Bomo videli, ja bomo v tem uspešni. Cona ali igralci? Mešano. Nekaj v coni, ker mi je pomembno, da določene cone so pokrite, ampak še vedno želim, vsaj pri mladincih, ne bi se nikoli odločil pri mladincih za cono, ker bi želel, da v boksu znajo pokrivati, da imajo ta moment pokrivanja. Pri članih bi se lahko odločil, če bi normalno za sodelavci našli in imeli igralce za to rešitev. Mislim, da smo Sežani takrat z Nemanjičem in z fanti imeli eno tako zelo consko, mešano varianto, ampak z več conskimi igralci, kot mogoče danes pri mladinci. Mi da smo že čisto v drugem polčasu, ne? Mislim, v drugem podaljšku. Tako da, nogomet je veliko več kot le zmaga, poraz. Boš kaj komentiral na to? Ja, nogomet je zame verjetno za veliko svoje. Religija, nogomet je druženje, nogomet je veliko več, no, tako. Že poraz od poraza se razlikuje, že zmaga od zmage se razlikuje. Nogomet je pač, jaz pravim to, da ni šport, ampak če želiš od tega, kaj imeti, je to način življenja. Na sveti za starše še vedno? Na sveti za starše? Probajte biti svojim otrokom starši. Jaz imam to srečo, da imam 2 sina, da sta zdrava, da lahko igrata nogomet. In ko me je kolega vprašal, zakaj mojega mlajšega sina ali pa starejšega nič ne delam z njimi individualno in jih ne treniram, zaradi tega, ker on trenerja ima lahko veliko, ampak očeta samo enega in jaz jih provam podpirati in biti jim starš in sem svojega mlajšega sina iz enega okolja, ki je bil njemu zelo prijeten, ne, v neki klubu tam domači Izoli, ker mogoče mu te stvari so lažje uspevale, sem si prav želel, da bi ga v Koper povabili in je prišel v Koper in sem celo vesel, da ne preživlja prav najlepše trenutke, da minutaža je majhna, da se more boriti in je ta neka vrhunskih nogometašov bo malo, jaz bi privoščil vsakemu, tudi svojemu sinu, jih bo zelo malo vrhunskih nogometašov tega, ki bo to lahko delali kot poklic. Mislim, da ti šport mora dati nekaj več in predvsem to, da v skupini funkcioniraš, delaš in da je treba tu kdaj kaj potrpeti, da se te karakterne lastnosti na nek način izoblikujejo. Bi si želel, da bi bilo čim manj krivice, ne? Ampak v nogometu se tudi kdaj zgodi, mi kdaj smo sami ljudje, lahko tudi se odločamo za fante, ki mogoče niso najboljši, ampak po naši presoji so, tako da mora znati prenašati tudi to. Tako da na svet je, da budimo starši. Trenerje, pustimo drugim, če pa želimo biti trenerji, pač naredimo izobražanje, imamo svojo ekipo in smo trenerji. Včasih je v nogometu win-win, včasih je polno zbiraš med manjšim zlom, ali kak si hoče reči. Razmišljam, želel bi, jaz, če želim sam sebe pogledati v ogledalo, bi si želel, da se odločam po nogometnem kriteriju. Normalno. Izkušen že nekaj imam, pa nimam nobene slabo vesti, tako da lahko povem čisto tako. Rečemo, tako kot je. Se izbiraš ekipo za najbolj. Ampak imaš 2 igralca na klopi. En je zelo priden, prijazen, tih, ne reče nič, eden pa jamra. Ne? Kvaliteta, da rečemo, da je zelo, zelo podobna, pa identična.
No, Igor, koga boš ti dal za igro? 10 minut? On ga, ko bo pokazal več motiva. Ja, ampak najdeš enake stvari in potem tu si pred... Veš, to je pa ta mindset, ko ga moramo tudi mi malo delati na njemu. Ne? Ja. Pridem v garderobo in rečem, 20 vas je in že vem, da vas bo 9 užaljenih, nezadovoljnih. Eno stvar, ki sem jo enkrat uporabil, sem jih prosil, naj si zapišejo, koliko minut bi si želeli igrati. 20 fantov, da bo lažje matematika, koliko minut. En je napisal 90, en je napisal 70, en je napisal 60, en je napisal 50, en je napisal 2. In sem izračunal, da pisalo je 1020 igralcev, 1470 minut. Bi si oni želeli igrati. Jaz pa jih imam na razpolago 1000. Jaz imam 470 minut nezadovoljstva. Sem rekel, veste, kaj je pa bistvo? Da je 470 premalo. Da bom jaz mogel delati z vami, da bo na koncu si vsak od vas želel igrati 90 minut in da bom dvignil število minut nezadovoljstva. To je moje delo. Delam proti sebi. Jaz bi lahko zdaj vas prepričeval, da niste sposobni igrati. In bi prišel do tega, da bi dosegel 1000 minut in bi imel mir. Ampak moja naloga je, da vsakega od vas prepričam in da mu dam vzvode, da ga treniram na ta način, da se bo počutil sposobnega in da si bo želel igrati 90 minut in bom potem imel še več nezadovoljstva. In s tem bom mogel znati živeti. Tako da meni je čisto vseeno, jaz vem, da bo nezadovoljstvo. V klubu, pri vas, doma. To je življenje. To je nogomet. Še kak posebna svet za igralce? Ne vem, igra. V izhodišču igra, če bojo v tem uživali in bili pripravljeni na nek način. Bili pripravljeni trpeti in da jim bo užitek potrpeti, potem v nogometu si lahko nadeja veliko zadovoljstva, ampak je lepo zmagati tekmo. V 4. ligi je lepo zmagati tekmo, v 1. ligi. Nogomet ne ustvarja zadovoljstva samo na višjih rangih tekmovanj. Jaz še danes kdaj mi gre, ne vem, dlake po konci, ko pomislim na kakšno tekmo iz mladinske lige, na stvari, ko vidim, ko se fanti poveselijo, pa sem imel možnost in srečo, da sem, ne vem, 2-krat iz 2. lige napredoval prvo, bodi si z izolskimi mladinci, kot z koprskimi kadeti, takrat, ko je bila ta situacija, da sem nekaj osvojil. To te poveže, to te naredi še bolj prijatelja, kot si še bolj povezanega. S tistimi fanti, ki smo nekaj osvojili, smo še bolj povezani. Tako da zmage ti dajo nekaj nepopisnega. To je ta nek adrenalin, ki mislim, da te veže, da še danes to delam, da ustrajam kljub službi, kljub drugim stvarem, da še vedno ustrajam. Ta nek adrenalin, kot da postanemo malček odvisni od tega, ne? To je ono nekaj več, neko moraš biti noter, da razumeš. Mislim, da to bi lahko vsakemu športu pripisali, ampak na svet igralcem je res, da naj uživajo v igri in naj uživajo to igra. Upam, da si užival, midva smo odigrala proti penalom, že zdaj, zlati gol je padel, jaz mislim, da je bilo dobro, da si užival, da ti je hiter minil. Super. Ko si mi je rekel pred oddajo, si rekel 45, koliko rama, midva 13 ur pa pol je premalo. Lahko bi pa dobil. Upam, da še kdaj dobro sezono ti želim. Hvala pa tudi uspešno delo vam in izkoristim priložnost za pohvaliti, ker sem veliko krat poslušal. Malo celo počaščen in presenečen, ker goste, ki si jih imel in kar sem lahko poslušal od doktorjev naprej, tako da vsa čast in uspešno delo naprej. Še kdaj.